Amerika bi verjetno... Ja, Amerika bi to, da trže, ja. Bila dobra. Ampak, a veste, da vidim veliko prednosti pri tem, da se to ne trži. Verjamem. Da je bolj ne čisto, ampak neobremenjeno z finančnimi aspekti. Malo projektov je takšnih v današnji Pa to je čas. bolj čista dobra volja. Ja. Umetnost, ki jo gojiš zaradi sebe. Ja. Težko odgovorim, zakaj, ampak... Ja, v vas je to, ne? Imam take priložnosti, da govorim z ljudmi, kot ste vi, in to mi je zelo vredno. Zelo vredno. To, da se to snema, je nekak stranski učinek. Tako da, ne vem, če bi se vi odzvali, če bi vas jaz poklical brez, ali pa nekdo drug, če bi se kar odzval neznancu na dvourni podgovor. Jaz se kar, če imam čas. Ja? Ja, rad gremo okrog, seveda. Trenutno sem pa res toliko zaposlen za sebe. Vi kar veliko področji ste se lotili v življenju. To mi je zelo zanimiv, ker sem sam podoben, probam povezovati različne aspekte, ampak vi ste šli res globoko v 3 področja, če se ne motim, ne? Ne vem, katera 3 so to. Imate 3 doktorate? Ampak to je papir, ne. To je papir, ampak vse neko energijo mora človek vložiti, da... Ja, morate nekaj vleči, nekaj te mora prav dobesedno žgati v tebi, ne. Da ne moš brez tega. Tako, ko vi tole delate, to moš biti... Dobo v sobotah zjutraj tle nekaj počel, ne. Dobre pogovore imeti, dopoldne, takole v soboto, se mi zdi, da se dober dan začne. Ja. Ampak kako ste prišli na to pot, da ste ta področja začeli raziskovati? Katero je bilo prvo? Kako ste začutili ta... Torej, vsa zadeva, a vi že snemate tole? Da. Ok, super. Torej, jaz sem globoko prepričan, da mi v sebi nosimo že, bomo rekli, genske zasnove za to. V naši familiji je en velik aspekt širine vseh mogočih ljudi, vseh mogočih travm, vojn, izseljevanja, najrazličnejših čutenj, žalovanja, ljubezni, porok, ki so kar bile sklenjene, ljudi, ki so morali enostavno zamenjati drugega, ker so hoteli kmetijo ohraniti. Zelo globoko so nas zaznamovali seveda obe vojni, ne. In pa izseljenstvo. Pri nas je šlo 7 ljudi v Ameriko pred prvo vojno. Pred prvo svetovno? Ja. In tam so bile generacije, 2 mami, ker je ena umrla na porodu in potem je prišla druga in seveda kako to uskladiti, ne, pa še kriza gospodarska in vse to, in so odšli ti ljudje. In tam zaživeli svoje življenje. Zanimivo, kako smo se... To je pa vaš telefon, ne? Ne. Čakajte. Se opravičujem. Zgleda mi je računalnik začel zvoniti. Ura je 11. Se opravičujem, ja. Ni problem. In tam so te korenine, ne, seveda potem ta integracija te ljudi, to smo s sabo, v sebi, vse so vsi v nas. Vse to je v naši psihi, se brez tega ne moreš, ne. In jaz sem imel potem to priložnost iti tja, srečati se te ljudi, ki je bil tak, ne bom rekel, da je bil kakšen veliki spor, ne, ker v bistvu, ko so ti ljudje pred prvo vojno tja šli, se 3 mesece niso imeli nobenega stika. Ja. Danes mi noben problem, mojemu nečaku Teksas poklicati, kakšno je vreme. Takrat so pa oni bili 3 mesece brez drugega, ne, in to pogrešanje in vse to, kje samo, to ostane v nas. Ta globoko hrepenenje, kje so moji ljudje, pripadnost, varnost.
Ko sem s tja prišel, smo se na novo srečali in sem tam videl nekako je to v bistvu. Odkriješ samega sebe. Se vsakem ogledalu sočloveka odkrivaš sebe, kdo si, kaj delaš, ne. Vsak človek te nekaj nauči, če te ne jaz delam veliko terapij in mislim, da če me klient nečesa ne nauči, pa jaz ne delam terapij. Gre za dvosmerno stvar, ne? Absolutno, vedno, ne. Vedno je dvosmerno, ne. In začne se pa v familiji doma, pri tvojih ljudeh, ne, tam, kjer se ustvari vse. Vzdušje, ljubezni, sočutja. Tudi onih drugih čutenj, ki niso najbolj lepa včasih, ne. Najbolj lagodna. Kot so kakšne take težke zamere, ki jih ljudje gojijo tu in tam, ne. Goljufije, ki se zgodijo, pa ne veš, od kje so. Kakšne take neprimernosti, ne veš, a ta človek res tvoj, ali se samo igra, ali je samo nekaj, kar on skuša pripadati, pa zaradi tega dela vse mogoče stvari, pa ni tvoj, nepristnosti, ne. In one najbolj globoke pristne stvari, ki so pa naše. Tega se naučiš v življenju hitro, ne, in pol narediš na svoje vizije in greš. Ne vem, od kje, to je, mislim, da je intuicija tista glavna. Tam, kjer ni več nobenih občutij, ni več senzorike, ni nič, ampak nekaj ostane v tebi in te žene in se potem se to poklaplja, ne, se to tako kovine. Ste pa zaradi teh bolj težkih aspektov odnosov se podali na to pot v, recimo temu, psihologijo, ali pa, če je tako zelo široki. Ja, sem bil še potem v jugoslovanski vojski, ne, pod Ratkom Mladićem. Aha. In tam se je videl vso to bedo in sovraštvo in nesmiselnost vsega tega, ne. Nesmiselnost obupnega trpljenja in sovraštva, ki se ga ti ljudje takrat je bilo na robu vsega, ne. V 80-ih, ne, ko se je začela vsa ta velika epoheja teh največjih travm, ne, ki so kar dobesedno rasle ven iz teh ljudi, ne, ki niso niti vedeli, kaj se jim dogaja, ampak kakor da njihova notranjost nekaj zahteva, neko igro, ki so jo začeli igrati. In tam je mene začelo še bolj zanimati, ne, kaj je z družino, kaj je v družini, kje to se raste, da je v bistvu družina nekaj, kar te tako globoko zaznamuje, da je del tvojega možganskega blueprinta in kamorkoli greš, jo ustvarjaš na novo, ne, zlasti tiste nerazrešene zadeve, ne, tle teologija pride zelo močno v obzir, ne. Teologija? Ja. Na kakšen način pride v ta? Odrešenje, ne, v bistvu se vsi odrešujemo. V bistvu narediš vsak odnos, kamor vstopiš, na vsak način nezavedno prisiliš tega človeka, ki je s tabo, da igra tvoja igra, ali pa ti njegov. In je to, da če se midva tle poveževa in se to vrednotiva, se to zavestiva, ja, postane z tega ljubezen, sicer se pa lahko odigravamo na konfliktih, na žalosti, celo na sovraštvo, na jezi, na besu, na zamerah, na celo zlorabah, nezvestobah, ki so vse del igre. Vse del odnosa. To je odločitev, kaj se odločiš, kaj odrešuješ, kaj hočeš. Kdo si? Se v terapevtskih seansah to najbolj globoko gremo gledati. Kdo si zdaj ti, ki tega človeka si sprejel svoj svet, ne, gradiš pripadnost na čem, ne, na žalosti, na jezi, na ljubezni, na prijetnih vzdušjih, ne, na zanemarjanju, odhodih, prihodih, vse to imamo vse. A mislite, da je vedno končna postaja v teh težkih odnosih, ki so zelo zapletena zadeva v našem vesolju, da je vedno ljubezen neka končna postaja? Absolutno, vsi hočemo to. Pripadnost in ljubezen. In skrb. Seveda, da skrb je pa lahko nadzor, če pa ljubezen je pa skrb popolnoma nekaj drugega, ne. Skrbeti zase na način, da boš v tem svetu res uspel, da boš ljubljen, hoten, želen. To je tako globoko v nas, če se to priznamo ali ne. So pa poti tja silno čudne. Torej metodologija, kako to dosegamo, je včasih neverjetna, ne. Teologijo ste omenil, ne. Greva, nekako mi je zdaj padlo na pamet, da bi šla do fundamentov, kaj odnos sploh je, čez prizmo teologije,
najprej verjetno ima Bog verjetno odnos s samim sabo, potem ima človek odnos z Bogom, potem sta bila pa v tem nekem metafornem smislu ali pa dobesedno, me zanima, kaj vi mislite, Adam pa Eva? A mi lahko to, kolikor časa rabite, malo razsvetlite, kako vi vidite to, kar sem zdaj. Ste že vse povedal. Ste že vse povedal, lahko samo delamo razne aplikacije vsega tega in lahko apliciramo na vse mogoče stvari. Ne. Jasno je, da je odnosnost biti, mi smo biti odnosov. Naši možgani hrepenijo po odnosu, tudi razvijajo se na osnovi odnosov. Če ni odnosa z mamo, z očetom, ti možgani določenih aspektov sploh ne razvijajo. Ne? In če so tam zanemarjenosti, kakšne nasilje, travme, karkoli že, ker ti otroci se doživljajo, ker so njihovi perceptivni mehanizmi tle najbolj bistveni, ostanejo tam in na osnovi tega gradijo odnose. Brez odnosov ne moramo. Ne? Na osnovi tega gradimo odnose. In ta naša vera, ne se je katoliška, ne Kristus in to, ki prihaja k nam, rešuje te naše odnose in pravi, lahko greš ven iz tega, ne? Lahko se dvigneš nad ta nivo. Ta molitev vera ti daje to milost, to moč, da se dviguješ iz tega. To je tak temelj, ne, ki ga verjamemo. Ne? Če mi kdo pove boljšo zgodbo, bom verjel. To je ta stajenski vidik, da telo je sveto, telo zaznava vse, telo je neki najmočnejši vibrator, aparat vseh zaznavanj. Ne? Je po vsem tistem kognitivnem, razmišljajočem, po vsem tem čutenskem je telo tisto, ki vse pove. Tam noter so vse osnovne vibracije, tam je privlačnost, tam je pripadnost, tam želiš biti v odnosu, tam želiš biti ljubljen, hoten, želen. To telo to hrepeni potem. Ne? In to telo je zdaj v teologiji ustvarjeno in naša teologija je edina, ki to telo res do polnosti vrednoti. In reče, telo je res nekaj sakralnega, nekaj svetega, je tvoj dom, tam živiš, nikoli ga ne boš zapustil, vedno boš v tem domu, kamorkoli boš odhajal. S tem telesom in je fajn, če imaš rad to svoje telo, ne? Kakorkoli že zgleda. In to telo je ta dom, ki je ustvarjeno po tej Božji podobi. To je naše vere, ne? In da bomo mi po smrti seveda ostali, ne, v tem telesu. To je ta vera, ne, ki je. Ostali bomo v tem telesu. Ostali, ja. Ja. V duhovnem telesu, izven tega telesa, vse ljubezni brez telesa ni, je? A ni ravno tam? Je v nas že ta dizajn tega vstajenskega telesa. Sigur? Adam pa Eva zgodba, kako je vi to razumete? Krasna metafora. Metafora, dobro. Kako jo vi razumete? Ampak celo zgodbo lahko poveva, ne? Raj, stik z Bogom, ni sramu in podobno. Potem se nekaj zgodi. Idealni raj, ja. Idealni raj in potem se nekaj zgodi. Ne? Vedno se nam nekaj zgodi. Vsaka zaljubljenost je raj. In potem se ti nekaj zgodi, ne? In padeš v izgubljeni raj. Kaj mi iščemo? To je ta tragika biti človek in sreča biti človek. Ne? Po zaljubljenosti to je raj, ne se ga vsi doživimo. Na neki način ga doživiš. Razen, če si tako strahovito prestrašen, da si niti tega raja ne dovoliš, da tvoja psiha ne dovoli niti toliko bližine, da bi se hormonski svet prebudil ob nekom drugem in ostaneš res sam. Pa tudi tam to hrepenenje ostane. Ne? Sicer pa po tej zaljubljenosti naenkrat spoznaš, da iščeš v bistvu izgubljeno. Izgubljeni raj je pa včasih tudi kakšna stvar, ki si jo kot otrok potlačil, ker je nisi hotel več doživljati, ker je bila preveč tragična. Če vzamemo samo ta aspekt travme, recimo. Ne? Zanemarjenost. Ne? In točno ti je privlačen človek, ob katerem spet čuti zanemarjenost. Iščeš izgubljeni raj, tisto, kar si potlačil in odstranil, in misli, da nikoli več tega ne boš doživljal, tega nočem več. Točno to na novo srečaš. In je to odrešenski vidik, ne? Ali se lahko midva srečava in jaz povem tebi, kje sem jaz, kaj jaz čutim ob tebi, katero zrcalo ti meni nastavljaš, ne? Kaj jaz doživim vse ob tebi, kaj ti živiš ob meni, doživiš ob meni, začneva to delati, to pa je odnos, to pa je ljubezen. Po tej hrepenimo.
So ljudje, ki pridejo globoko v tem, so ljudje, ki se tega ne gredo, ker je preveč nevarno, ker se preveč približamo drug drugemu in je to nekaj neverjetnega. To je ta strah pred bližino in intimo. Ne? Moški imamo tega ogromno. Potrjujem, kar ste rekli. Ampak zakaj nas je tega toliko strah bližine? Ne? Ker intelektualno, ali pa ko ste izrekel te besede, ni toliko smiselno, ne? Ampak očitno je nekaj v nas, česa se bojimo. Ker je to čisti organski telesni strah, ki ni ozaveščen. Zakaj kar 2 dni ti je krasno, en dan prideš domov svoje žene, ne bi niti najbolj objel, ne? Poljubiš jo tako na mingrede, ne? Žena kar ne bi se preveč stisnila k tebi. Ni povezave, ne? Ja, kaj se je zgodilo? Se kaj zgodilo, je kdo nesrečen, je kakšen stres, je kakšna motnja, karkoli. Telo je sporočilo, da je tle treba nekaj notranjega predelati. Pri moških je tega veliko, ženska hoče to izraziti, hoče najti, kaj se je zgodilo, išče vse mogoče razloge v sebi, drugje v službi, stresnih situacijah, vse mogoče. Moški se pa zapremo, ne? In počakamo, zaspimo, ne? In premeljemo in zjutraj si čisto okej, ne? Kaj se ti je pozgodilo včeraj? Če je kakšna težka stvar, jasno, da nas gre zraven, ampak včasih je čisto nepojasnjeno, samo ne veš, kaj ti je, samo tako se počutiš. Ne? Preveč bližine je bilo, ne? Preveč ogroženosti. In če gremo mi ta nezavedni svet iskati, ne? Kar psihoterapija je, iskanje nezavednega, ne? Znanost o nezavednem, ne? Bomo našli, da je tam v tistih prvih 1000 dneh se to ustvarilo v našem možganskem telesnem sistemu. Koliko bližine prenaša. Vsi si jo želimo, vsi jo hočemo, vsi po njej hrepenimo, ampak dokje lahko si dovoliš, da si v tej bližini? Koliko dovoliš? Več, manj, veliko? In če o tem začneš govoriti, si počasi zreguliraš in si ustvarjaš nov dom in nove odnose. Ne? In ravno ta pogovor je, vsaka terapija je ravno v tem, da se začneš o tem pogovarjati in se tle res zgodijo čudeži. Ko izrazi samega sebe, ko končno si ovrednotiš, kdo si, kaj te moti, ne druga oseba, ampak v tebi, kaj se dogaja ob drugi osebi. In to je to, kar vi sprašujete, ne? Ta strah pred preveliko bližino. Pri ženskah je veliko več strahu pred zapuščenostjo, zavrženostjo celo, ne? Kaj se je zgodilo, zakaj nismo več skupaj, zakaj te nisem več privlačna, se me ne dotakneš več, nisem več tvoja, se ne zanimaš več zame, kaj se je s tabo zgodilo in imaš drugo, veste, te zadeve, ki jih začnejo tam pri njih. Mi smo pa kar naenkrat preveč zasedeni z vsem, ne? Preplavljen si, nekdo te je popolnoma zasedel, ne? In nimaš več svobode prostora, kar v eni kletki si se pojavil in ne veš, kaj bi sam s sabo. In želiš malo svobode, ne? In gledaš fuzbal, gledaš košarko. Pobegneš v mogoče delo. Ja, delo je zelo, zelo, zelo elegantno. Ker je produktivno na prvi pogled. Izjemno eleganten pobeg. Ja. Ampak to strah pred bližino, če greva v teh prvih 1000 dni, ki ste omenil, otrok ali pa dojenček potrebuje bližino sploh, da preživi, a ne? Natančno tako. Boljše niste mogli povedati. Tako da je pozitivna to stvar. Boljše niste mogli povedati. Čim več. Ampak je tudi ta mera, zrenje, koliko časa zreš človeka. Tako da ga osramotiš, da buliš v njega. Kdo potrebuje ta sinhronizacija tega, ta ritem, ki ga mati in otrok, oče in otrok uredita, ne? Ja, tam se začne zrenje pri 2-3 mesecih, ne? Da gledamo, koliko časa, koliko ta otrok potrebuje tega zrenja, da čuti pripadnost. Preveč, premalo, predolgo. Zaljubljenega človeka zreš cel dan, pozneje rečeš, buli vame, ne? Me kontrolira, ja. In je zdaj vse odvisno, koliko je to zrenje bilo tam urejeno, tudi božanje, ujčkanje, koliko je tega. Vse otrok nekaj časa hoče, pogre od tebe stran, pride nazaj in recimo najbolj taka tipična, mogoče najbolj tipičen primer, kako se otrok nauči uživati v stvarih, ne?
On ti prinese igračo in ti jo da in hoče komentar in gre po drugo, po tretjo. Kaj pa, če ti nimaš časa, rečeš, pusti to igračo, nimamo zdaj časa, ne vidiš, da kuham, perem, ne vem kaj, se ukvarjam z drugo, ne vidiš, da delam. Otrok prinese še enkrat igračo, tretjič pa bo zamrznil, ne bo več nosil teh igrač. Ne. Pa ne bo zdaj on zaradi tega zamrznil celo življenje, ampak če se to ponavlja vse tam do pubertete, nihče se ne zanima zame, za moje stvari, so ljudje, ki ne znajo ničemur uživati. Oni že na morje in kako je bilo dol, pač morje. Ja, ti ni bilo lepo, pa sončni zahodi, pa vsa ta romantika, ki se tam dogaja, pa voda, ko te voda objame celo tvoje telo in se ti tam, ko eni nirvani pojaviš, da je vse zate, vse cveti ob tebi, te kapljice te umijejo, ne, izmijejo iz tebe. Tač posebnega, kaj, morje je morje. Slano, kaj bi še rad, ne. Ne zmorejo v ničemur uživati, ker jih vse nezavedno spomni na to travmo, da so nekoč nekje bili odveč. In to imamo mi danes ljudi, ki so bogati, ki imajo jahte, ki lahko vse mogoče stvari počnejo, se vozijo z dragimi avtomobili po naših cestah, ki imajo krasne vikende, bajte, a imamo ničemer ne uživa. Ker potem samo grabi in grabi, kaj bi še naredil, ne? Ja. Drugi so pa, evo, vas tle uživate v tem hobiju, ki ni hobi, ki je zelo globoko intelektualno delo, ki je umetnost. Ja, ki je umetnost govorice, ki je umetnost prihoda, vstopa v sočloveka, ne. In vas to razveseljuje, ja, najbolj, da imate vi v sebi čisto neko drugo idejo, drugo občutje, drugačen način. Nekaj, kar vas žene v druge sfere, zanimanje za človeka, kaj on doživlja, na kakšen način razmišlja. Ne? Če se pa iz onega drugega sveta te ne zanima nič, oziroma te vse ogrožen, ti je nenehno dolg čas. In to prihaja že iz tega čistega primarnega, osnovnega pristopa, si zaželen, si hoten, se zanimajo zate, jim si ti res interes sploh pri otroku, se ne more se on niti razviti, niti ne more doživeti veselje do življenja, kaj pomeni ljubljenost, hoteno, želenost, če tam tega ne doživi. Vse na teh doživetjih raste naše možgani, ne? In vse se vtisne v njih, dolgčas, odvečnost. Imamo tako imenovane narcisoidne osebnosti, ne, en modern izraz, ne. Ti narcisoidni ljudje strahotno trpijo, ker z ničemur ne uživajo. Oni nenehno potrebujejo ogromno potrditve, priznanja, prepoznanja, pohvale. Ampak je to, Amerikanci reče, bottomless pit, ne, to je vedro brez dna. Not lahko vlivaš karkoli, nikoli ni zadost. Ker ni osebnosti, ne, in ti ljudje strahotno trpijo, ne. Seveda so pa zelo inteligentni, kadar so in veliko jih je, zlijo to na druge. Sočutja ne zmore razviti, ne. In te ljudi učiti sočutja, tako kot bi učil slepega gledati. Ne gre. Ker nimajo te osnove. In morajo to v terapiji, če pride teh je bolj malo, ne? Ker jih je strah in groza. Ampak če že pridejo, potem je treba res ustvariti prek sočutja te nevronske mreže naprej, odblokirati, bomo rekli danes. Ne? Prvih 1000 dni, ja. To sem prvič zdaj slišal, ja. In mi je tako smiselno, takrat se je verjetno pred govorom, ja. Možgani so spužva, verjetno srkajo vse živo. Ja, točno, hvala, izraz najboljši, spužva, srkajo. Vse srka, vse odnose srkajo. Otrok vse srka in preverja in skuša analizirati pač na možganski način, kaj je prijetno, kaj je ljubeče, kaj je hrepeneče, kaj hočeš. Vse preverja, ne seveda majhen otrok, ne. Bo aktiven še in še, vse posod se bo zanimal in bo hotel narediti. Čim več doživeti, čim več v sebi absorbirati. Ko ima vsega dosti, zaspi, po 2 urah vstane, gre dalje, teka. So receptor, zelo močan receptor te možgani, ne. In je zdaj vse odvisno, na kakšen način si potem on vrednoti, razlaga to. Zelo so zdaj ti ljudje okrog njega, tam imamo mi ogroženost, imamo ljubezen, imamo sovraštvo, imamo vse od tam, ne.
občutek, da ne pripadaš, da nisi ljubljen, da nikoli ne bo nič s tebe, da se te ne da verjeti, se te ne da zaupati. Tega imamo Slovenci ogromno. Ne? Kaj pa je najpogostejša travma, ko jo vidite, ki se je formulirala v prvih 1000 dneh? Zanemarjenost. Zanemarjenost pomeni, da... Otrok s polno sobo igrač in brez ljubezni. Aha. Sprav nisem dobil dovolj ljubezni. Otrok, ki ima vse, kar hoče imeti, ampak staršev ni tam, da bi tole ovrednotili. Mame nekaj bi rekla, v redu, poglej, dajva mi dva skupaj nekaj narediti. Ne? In to se najbolj divje pokaže v puberteti, ne, kjer ti otroci res iz svojih staršev hoče na vsak način narediti očeta in mamo. Kako pa to delajo? Ja, imajo strahovito zanimivo metodo, ne? Uporništvo, jeza, bes, nemir, odhodi, prihodi, butanje z vrati, vse mogoče stvari in reče, a me lahko nekdo umiri. A lahko nekdo stopi v moj svet in razume moj nemir, razume, kako sem jaz v enem svetu kaotičnosti, ko ne vem, kaj bi sam sabo. Ne razumem samega sebe, ne se tega, te govorice te nimajo. Ne? A lahko nekdo res stopi in me sprejme. A razume, da jaz kadim travo, da delam vse mogoče poskuse, da iščem na vseh ne vem katerih omrežjih, že družbenih, družabnih, svojo identiteto, kdo sem, da se oblačim neumno, da hodim okrog, da se ukvarjam s stvarmi, ki so prepovedane, samo da bi me nekdo zreguliral, ustavil, mi dal eno pravilno držo, da bi lahko. Ti otroci na nek način prej zrasejo in potem tam v osnovni šoli se vemo, če greste vi kakšne dvorišče, vidite, kako kakšen otrok hodi od otroka do otroka, ga brca, pljuva, vse mogoče, kaj hoče. Išče nekoga, ki ga bo umiril, da bo njegove možgane umiril, da bodo lahko funkcionirali, da bodo lahko začeli dojemati, kaj je ljubljenost, hotenost, da je tudi on ljubljen, hoten, želen. In zdaj, če tega ni, če ga samo še kaznujemo, mi s tem vzgajamo si res zanimiv kriminal. Ne? Se imamo v naši družbi trenutno ne polno tega, kako smo se mi te ljudi sami vzgojili. Ne? Zanemarjaš jih toliko časa, pustiš jih in grejo izven vseh okvirov pravilnega, dojemljivega in humanega. Ne? In vsak otrok je na tej poti. Ne? Seveda, zdaj k sreči imamo mi še druge ljudi, imamo še učitelje, trenerje, druge odrasle, ja. Odrasle ljudi, ob katerih lahko to zraseš. Ne? Kaj pa, če jih ni? Kaj pa, če si doma tako zaprt vse te stvari? Družina alkoholikov, kje tam živiš? Ne? Da je te nenehno strah in sram, kakšen bo tvoj oče. Da tvoja mami ne veš, kako bo izgledala, ko pride domov. Stalno te je sram, v svoji sobi si, učiš se perfekten, si vse imaš v šoli, vse ocene odlične, ali pa razgrajaš vse posodne in kažeš na to. Ne? Zakaj se tako eni odločijo, drugi drugače, naši možgani nam tle diktirajo so to sceno. Ne? Tako da smo res zanimivi, ne? Smo res zanimivi. To je en takšen sprehod iz početja do pubertete. Ne? Je pa tistih prvih 1000 dni res najbolj zaznamuje, ker ne vemo, kaj je tam. In na terapiji vedno znova odkrivamo, kaj se je tem ljudem zgodilo. Pa ne, da mi historiat iščemo, pa kaj je bilo pri 2 in 3, ampak ti še zmeraj popolnoma isto stvar počneš danes. Jaz vidim ljudi, ki pride, recimo, zelo rad delam mladostnike, če jih nimaš rad, ne delati z njimi. Oni ti vnesejo glih vse, so oporništvo, so jezo, vas bes. In rečeš, ok, si jezen ti danes tle name. Kako vidiš, da sem jezen? Jaz, ker vem, da sem jaz jezen na njega, ne? Ker se to je zmeraj dvosmerna pot. Ne? In se tam giblje in dela neke grimase in vse mogoče gesture. Ne rečem, kaj se ti je zgodilo pri tvojih 16? Kaj je pri 16? Ne? Rečem, nekaj je bilo tam, ne? Tako se da tle čuti z te tvoje pozicije telesa. Ja, starša sta se ločila, oče se je zapil, mati je vsekala afero. In tam si ostal, prav telesni spomin, to je to telo. Ne? Tam je ostalo. In kako zdaj reši tega človeka iz tega? Ne? To je bilo, danes si ti odrasel človek. Ampak se pa ponavlja vse to in imaš možnosti, zdaj bo nov odnos, kjer seveda se ponovi spet vse staro, ampak je drugo, to dvojno zavedanje nekega vseh travmah in zanemarjenostih
zelo veliko uporabljamo, ne? To je ta klinični del, ne, ki je nujen, ne, da ljudje prepoznajo, da nismo mi samo produkti nekega nezavednega sveta in preteklosti, ne, kar smo, če se ne ovrednotimo in v polnosti ne ozavestimo vsega. Če pa si ozavestiš, če si ovrednotiš to, če si daš tvojo analizo, kar pa iz vere dosežeš v enem odnosu, ko prideš z nekim skupaj, z nekim človekom, neko žensko, moškim, ne, ki ti to prebudi na vsak način, ker drugače ni privlačna. Ste lahko za ene se ženske vam bodo rekli, je bil krasen, čudovit guru, vse je razumel, ampak ni bilo iskrice. In pa dobi nekoga, ki zna 300 besed in komaj kaj pove o kakšnem čutenju. Zakaj se bi, on je pa tako strastno privlačen, da ne moreš brez njega. Telo govori. In srečamo se tam v tistih prvih 1000 dneh. Vsi, tam se najbolj srečujemo. Telo išče to, kar mu je znano, Ja. ampak ne nujno boleče. Ali Ne mora nujno biti boleče, ja, super, hvala. Ne nujno boleče, in seveda išče tisto, kar je najlepše. Najprej. Ja. Mora biti lep moški, lepa ženska, Ja. že po zunanjosti. Lepih čuten, sočuten, govoreč, izrazen, da zartikulira svoje čutenje, da ti zna povedati, da te zna razumeti, da zna biti sočuten, se kaj pa rečemo tam, vse je razumela. Ne? To je ena ženska, ki bi ne zgublja več časa z nikomor drugim. To je en moški, ki je se lahko ob njem popolnoma umirila. To iščemo, seveda se to dobimo. A Kristjan, Ampak potem se pa zgodi on izgubljeni raj. Ja, povejte. ne vem, če je to moja izkušnja. Včasih ljudje se mi zdi, da iščemo, mogoče celo bolj privlačno je nekdo, ki te ne razume, Absolutno. ki ne odgovarja, ki ni sočuten, Kaj ki ste ni, vi? ne, in tega lovimo, ne? Ste res inteligenten, ja. No, joj. Ampak to ste rekel racionalno, se mi zdi, da Ja. podpišemo vse, kar ste V rekel. Ne, to si mi v zaljubljenosti mi projeciramo to od tega človeka. Zaljubljenost ni odnos. Tam se v meni prebuja vse to ob drugem človeku. Ko pa se to neha, pa vidimo, da mi v bistvu iščemo nerazumevanje, celo zlorabo, Ja. travmo. Občutek nič vrednosti, nepripadnosti, nezaupami. Ker vse naredimo, da se to zgodi, ker moramo to staro dramo, staro igro najprej ponoviti, da lahko potem pridemo ven. Mi iščemo drugega, da se odrešimo. Starih Aha, to je zapletov. smisel, da najdem točno to, kar je boleče, da lahko to presežemo. To je tisti pravi globinski odnos. Zato so afere tako fajn, ne? Tja not sprojeciraš vse najlepše, najboljše. 3 mesece. Danes imamo mi cele drame, mislim, da imamo celo neko igro tam v BTC, nekaj govori, nočem reklamo delati zanje, ampak Just Friends, samo A sem bil na premieri v sredo. A pa ta, ste v živo. To je da, sem v živo. Se mi zdi, da se veliko ljudi lahko poistoveti s kakšnim takim odnosom. Ja. Ampak ja, zgodbo je o tem, ko sta dva v romantičnem odnosu, ampak si ne definirata tega tako in imata samo neke spolne... Ne dovolita si, ja. Preveč. To imajo danes med pubertetniki, ogromno tega, Just Friends. Mi dva lahko ima tudi spolne odnose, lahko delamo vse, kar dela odrasla doba, kar se v intimi počne, ampak ko mi dva to končava, nimamo nobene odgovornosti. Just Friends. Odgovornosti, ja. Strah. Ta telesni strah pride nazaj. Vse tega ljudje ne znajo niti definirati. Kaj pa se zgodi ponavadi, če človek samo take odnose Fura. Fura, ja. Vse tega ni malo. Ja, vem, da ni. Ja. Tega ni malo, zaradi tega, ker mi gojimo ta strah, ker še nikjer, včasih kruto rečemo, še ne boli zadost. Včasih kruto rečemo, še ni dosti star, da bi res ugotovil, da v bistvu se mu leta tudi iztekajo, ne, da ni zdaj tle 300 let, ne, pa če jih 50 kam daš v to smer.
Mislim, da je to eno osiromašanje, ne? In bolečina. Vsi ti ljudje ne živijo lepo. To je ena bolečina. Vsem ni lepo tem ljudem. Oni iščejo, hlastajo za novimi doživetji, novimi osebami, novimi izkustvi. Dobiti novega človeka, ki bo prinesel nekaj drugačnega novega. To je pravo hlastanje. Ampak Vznemirjenje iščem konstantno. Nenehno vznemirjenje. Ker to je tisto, kar poznam. Če je bil v naši hiši nemira ogromno, ne, potem iščem ta nemir. Ali pa jočem žalostne ljudi, Slovenci smo sploh jamram.si sistem. Iščem nekoga, ki me bo potolažil in potem pa toliko sovražil točno to jokanje, ne, ki se meni prebudi globina, ne. Ne vem, mi smo tle ogromnokrat spravim, da Slovenci smo en izjemen klen narod. Jaz sem to z Amerike gledal, sem šel, so me vprašali sošolci, in kam ti zdaj greš, pa kaj se ti res ni umno stan tukaj z nami, ne. Rekel, ne, jaz grem tam zdaj demokracija, to je romantika, to je nekaj čudovitega. Koliko vas pa je, sem vprašal, rekel, 2 milijona, rekli, vi ne boste imeli nikoli demokracije. Vi demokracije ne bomo imeli, že zdaj imamo. Zakaj ne? Pravi, ker se vsi poznate. Pravi, vi ste eno vele mesto. Pa smo v redu, pa smo kleni. Se splača delati z nami, ne? Vi delate, vi zaupate. Zaupati človeku, verjeti v njega, da zmore. Nas pa res veliko takih ljudi bi bilo treba, ne, da začnemo res verjeti, pa se bo marsikaj spremenilo, ne, da sam pustiš, vse se ne da, to smo tudi, vse se ne da, nič, pust na mir. V zgodbi Ana Mapajeve je tam ta kača. Kako bi to razložila? Kaj je to? Nočemo biti politična, ne? Jaz nimam problema s tem lahko. Nekje je bil neki gospod, ki je bil tako strahovito pobožen, da je se mu Bog prikazal, to je legenda. In je rekel, lahko se odločiš, karkoli bi želel videti. Kjerokoli dvojno. Si rekel, v redu, bi pa jaz rad videl peko, kako zgleda, pa nebesa, pa daj mi to možnost, ne. In gre v peko in vidi tam dol rivijere, zabavišča, hoteli, kar si hotel videti, jest, pit, torej da ni zabave, od glasbe do vsega, bez performance, obilje vsega, ne. Pa okej, sem videl stvari, gre v nebesa, vidi tam gor, ljudi meditirajo, puščava, drevesa, molja, rekel, to je že v dolg čas, grem jaz raje nazaj dol v peko, pridem nazaj dol, Čeber, kjer so ljudi kuhali, nategovali, razsekali, trančirali, vse. Kje bom pekel, ko sem jaz prej bil? A so rekli, verjetno, da ste prišel vidle dol v predvolilni kampanji, ne? Obljuba. Kača obljublja. Kača obljublja. Zaljubljenost tudi obljublja. Vsak odnos je obljuba. In je čudovit, če ga vzameš resno in rečeš, ok, gremo naprej, dajmo videti. Vse nismo mi, vse to je nekaj, kar telo govori, to mi rečemo v teologiji Sveti Duh, se nas pripelje skupaj, se smo si namenjeni na neki način, ne. Se nismo nikjer mi samo slučaj. Je neki namen spodanje, da se združimo, da se rešujemo, da si vrednotimo, da se končno ljubimo, da dobimo neko svojo. Ampak to je pot in je garanje, velikokrat je garanje to, ne. Ta Eva, ki je tam, seveda je tudi garala po svoje, hotela biti nekaj več, hotela doživeti še kaj, ne. Ja, kaj je zdaj s tem jabolkom? Dajmo doživeti, da vidimo, kaj se bo zgodilo, ne. Obljuba je, čeprav razumem, tudi ti boš postala, ali pa vidva bosta postala podobna Bogu. Oziroma bosta dobila še nove kvalitete, novo moč, se vsaki zaljubljenosti rečemo, to pa je nekaj, kar je tako globoko v nas, da to bi bilo pa nemogoče zgubiti. Vsi nam govorijo, to ženska, pa daj, a ne vidiš, ne vidimo, ne. Nekaj več bom, nekaj novega doživim v sebi.
moj sistem hormonski, nevrološki, vse se prebudi ob tem. Vse dopaminske mreže se napolnijo z tem excitementom, ne, in takrat je nekaj najbolj čudovitega. Vse to je ta Eva, vse je simbol vsega, ne. Simbol vsega. In gremo dalje. In potujemo. In pridemo do tega, da rečeš na koncu, kaj je v življenju res vredno, ne? Kaj hočeš v življenju res dobiti, ne? A najdeš svojo vizijo in ji slediš. Pa trpiš, pa te ni okej, pa so ljudje proti, pa se strinjajo, se ne strinjajo, ogromnokrat si zaradi tega resnično zelo, zelo sam. Ampak če imaš to idejo, če imaš to vizijo, potem veš, vse človek je sam, lahko pa zmeraj ustvariš ljubezen, vse ljudje se zmeraj priklopijo, imate pa polno teh ljudi, ki so pridejo, odhajajo, so lahko ob tebi gojijo ljubosumje, zavist, karkoli, lahko te občudujejo, lahko celo sodelujejo, lahko te ljubijo, vse je možno, ne? In je zelo pomembno najti sebe v vsem tem, gledati se v ogledalo vseh teh ljudi, kdo si? Kaj se v tebi prebuje, kaj ti prebuješ v vseh teh ljudeh, ne? To je pa za ta osnovna odgovornost, videti, kdo si, vedeti, kaj hočeš v življenju doseči, ne? Pravi, da je malo ljudi, ki bi bili taki vizionarji, jaz mislim, da smo vsi, je pa vprašanje, če si dovoliš, ne? A je ta iniciativa, spet gremo tam v to otroško dobo, bila uničena, da si lahko bil tam inovativen, inicijativen, si lahko nove stvari probaval, ali je bilo prepovedano vse, ali si mora enostavno biti tiho, ker si živel v takšnem okolju, take družini, kjer je bilo vse prestrašeno, prepovedano, vse moraš v tišini početi, ne, če že kaj počneš, bodi tiho. Nikoli se ne smeš izpostavljati, nikoli ne smeš iti naprej, ne. Počakaj, da drugi grejo mimo, ne. To smo tako močni v tem, ne. Se spomnim, ko smo v Ameriki delali razne rezumeje za te, smo iskali klinične staže, ne, po klinikah, ne. Pa sem imel na sošolko tam, ki je napisala 2 strani, jaz pa sem imel en odstavek. Rekel, pa kaj ti tu pišeš, lahko pogledam? Rekel, z veseljem, ne. Rekel, vse se to jaz imam, kjer imaš, kaj ti tle pišeš. Pravi, kje pa pri tebi to piše? Ljudje ne bi kar ugotovili v meni, ne vem kaj, ne, napiši vse, a lahko napišeš, si dovoliš res ovrednotiti sebe. A si dovoliš res se postaviti na prvo mesto. A si ti sebi najbolj pomembna oseba, ali nisi? Če so drugi, potem ne boš nikoli dosegel nič v življenju tako pomembnega, ne. Boš garal, vse skozi boš trpel. A si ti najbolj pomembna oseba v tvojem življenju, ali nisi? Je prvo pravilo, ne. In če greš tu naprej, lahko nekaj dosežeš, tudi čisto drugače gledaš vizije, drugače človeške odnose vrednotiš, drugače dojemaš ta svet. Ljubiš ljudi, si jih želiš pridobiti. Tudi razumeš, da ne morejo sodelovati s tabo. Ja. Neko tako vprašanje, ki mi je zadnja leta, se mi zdi zelo pomembno, je, a si želim dobro sebi, a ne? In opažam, da pri meni nikoli ni bilo dvoma, da je odgovor ja. Če se res iskreno vprašam, a sebi želim dobro? Brez sramu lahko rečem ja, zakaj ne, to bi bilo noro. Ampak vem, da nismo vsi taki, ne. Je to dobro vprašanje. Zanima me, zakaj. Na terapijah ogromno ljudi, ne, ki so izrazito avtodestruktivni. Tako je, ja. Izrazito avtodestruktivni. Samo pogledajte našo študentarijo, mora pasti na izpitu, ne mora pauzirati, ne sme iti naprej. Potem iščemo vse mogoče kognitivne vedenjske razloge, zato ni študiral, normalno, da ni študiral. Pa zakaj ne študiraš, si zato tam, ne? Te ne zanima, si preveč perfekcionističen, to, ono, tretje, četrto, ne, kaj se iščemo v tem svetu. Razlogov in jih najdeš. Ampak samo ena stvar je pripadnost, to vas bo začudilo, ne? Pripadaš destruktivni familiji. Opažen si, ko zgubiš. Opažen si, ko si razbolel. Opažen si šele takrat, ko si poražen.
uspešnost je nevarna, ker ne pripadaš več, ker odhajaš, ker odideš. Okay. In tudi doma je nevarno. Se pravi, bolj mi je pomembno, da pripadam, kot da sem dobro, lahko tako rečeva. Ja, da sem v odnosu. Ja, da sem v odnosu, da nisem sam, da nisem zapuščen, da nisem najhujše stvari, kar jih lahko psiha po moje čuti, da si sam v vesolju, da te niti Bog ne, nimaš stika z njim, z nobenim nimaš stika. Tega nočeš. To je pekel, ja, to se strinjam. Tega nočeš. Ampak očitno si želiš dobro, vseeno, zato ker ti je to pač bolj pomembno. In spet je vprašanje, ja, želim si dobro, ampak moje metode so slabe na dolgi rok. In to ste zelo inteligentno povedal, to je zelo globoka percepcija tega, ker sicer ljudje delajo slabo in tistem vidijo dobro. Morajo videti dobro v nečem. Seveda se ne analizirajo tega, ne? Ja. A je analiza dovolj tega? A je to dovolj, kar sem videla rekla? Ne vem, kako bi taka terapija, kako to poteka. To je samo začetek. Okay. Pa treba nove odnose ustvarjati. To je samo začetek, da se zanaliziraš in poveš, le sem destruktiven. To mi koristi, ker pripadam. Dej začni delati spite, boš videl, kaj bo. Tvegati novosti, kar je največje tveganje. In to, kar vi sprašujete, je jedro vsega. Ne? Ja, mi lahko zanaliziramo vse, najdemo vse analize, vse perceptivne mehanizme, postavimo, vrednotimo, jim dajemo, ne vem, katere že znake, predznake, feedbacke, a boš naredil nekaj novega. A lahko jutri greš po drugi cesti v službo. A lahko jutri na mesto, da si spet tam bogi jaz, ne, in potem doma je pa hudo, ne, ker ta bogi jaz pa tam postane močni jaz, ne. V službi staneš in rečeš, glejte, lahko tle mi malo razmislimo o zadevah, ne. Ta pogum, drsnost je nujno potrebna. Samo zdaj, če si vzgojen v tako smer, pa je to hudo. In predno si ovrednotiš, kdo si, ne, se niti ne poznaš. Ne. Samo krivica se ti nenehno dogaja. Ljudje so sovražni do tebe, hoče ti slabo in ti delajo grozno in se moraš vse posod izogibati in te je strah vsega novega in drugačnega. Ne. In morda se to vedno bolj potrjuje, ko si v tej frekvenci, se dejansko to potrjuje. Ne. In vse dobivaš si konstantne dokaze. Vse si narediš v to smer, da se ti to potrjuje. Ja. Ja, to je zelo zanimivo in mogoče tam res vidim, koliko je verjetno težko iz te jame izstopiti. Ne. Prvo je to, da edino, kar poznaš, je to, pa konstantno se ti potrjuje. In potem ti nekdo hoče prodati, točno da je lahko drugače, to ne moreš sprejeti. Boljše živeti v neki baraki, ki jo poznaš, kot v hotelu, ki ga ne poznaš, čeprav ti je tam lepo, ne. Seveda so še tle potem ti možganski, kemijski zapleti, ne, psihiatrični, ne, kjer pač ti ljudje ne zmorejo ven iz tega pridati, ne, to imamo mi ogromno teh debat okrog tega, ne, 2%, 3% teh ljudi, ki brez zdravil ne more sploh funkcionirati, ne, ki so čisto v drugem rangu, ne, so ljudje, ki so tako globoko straumirani, da v bistvu nočejo niti ničesar drugega, ne, in večina ljudi, ne, večina vseh 90%, ki moramo iti naprej, je vprašanje, a bomo, a ne bomo šli naprej. Ne. Sem živel dolgo leta v tej naši imigraciji, ne, ki je prišla seveda iz vseh mogočih zapletov iz Slovenije. Kako so ti ljudje gojili tam to naprej, ne. Se ti zasmilijo, ko imaš totalno sočutje do njih, ko vidiš, da so vsi prazniki pokvarjeni, da se vse gre skozi prizmo te travme, zavrženosti, masakra, ki se je dogodil, genocida tle pri nas. Ne. Vse gre skozi to. In je cela generacija v tem. Vse doživlja na ta način. Biti prost, ne imeti nobenega dela je za njih največja katastrofa, ker se vse to pojavi, zbruhne ven in ali rešiš to en dan, ne? A se spraviš v sebe, v svoje telo in začneš res izčiščevati to ali ne, ker potem to seveda postane model preživetja celo, ne, tako daleč gre. S tem živijo.
in se tega ne bodo rešili. Se spomnim, da sem tam en dan študiral klinično psihologijo in bil zelo pameten in se rekel, kaj če bi mi se spravili skupaj, ne naredili na tako spravno mašo, nekaj pa bi si odpustili. Ne, Kristjan, ne bo šlo. Oni se najprej to in to in to, ne. Ja. Pogojujemo, ne. Vse res, vse prav, vse razumeš, vse te travme in vse to, ne, ampak Pa krivice so bile. Sebi, ampak lahko imaš, a želiš to, kar vi sprašujete, sebi dobro. Ker to zate ni dobro, da živiš v eni preteklosti, ker sedanjosti ti ljudje sploh nimajo. Ni sedanjosti, ni prihodnosti. Oni živijo v tistem letu, v tisti zameri, v tisti travmi, tam so ostali. Z vsemi obrambnimi mehanizmi, ki so od zamrznenosti do jeze, besa, ki je vse not v njih, ne. In dobesedno se ustavi. Čas se ustavi. Ker tam se je moral ustaviti, da si preživel. Ne greš pa naprej. In sem jaz gledal, ti ljudje se niti ne smejo privoščiti na lepe hiše, lepega avta, ker itak je vse brez veze. Se bomo šli nazaj, se bo vse povrnilo, ne, se ne bo nikoli več povrnilo. Zdaj je nov svet, a ga lahko sprejmeš. Ker čisto izven vsega razumskega, vsega logičnega, vsega razmišljajočega, vsega analitičnega, ker je ta travma močnejša od vsega. Pripadaš njej, ne, in si tam živiš. Koliko pa vidite, da odvisnosti lepo pašejo na to gor? Fenomenalno. Ja. Fenomenalno. S tem se umiriš telo. Kaj imamo mi? Mi pravimo, da imamo tretjino Slovencev zasvojenih, ne, ali s tem ali onim, ne, še z družine zraven in vse to, ne, sej statistike so eno in drugo. S tem se mi lažno, hitro, instantno razrešujemo vseh teh stvari, ne. Popiješ in gre. Kaj je teh ljudi depresivnih, ki si z alkoholom depresijo? Poskušajo zdraviti. Ja. Z drogami, z vsemi mogočimi zasvojenostjo, seksualnostjo, omrežje. Danes imamo mi tega res, kakor hočemo, ne. To je postalo zelo, 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 zelo privlačno, ne. Ker je to instantna Te kače rešitev. so vse povsod, ne? Ja, to so kače. Ja. Alkohol je sploh zanimiv, ker je taka, meni se čuti, a ne, kot neka taka res peklenska frekvenca, demonska v bistvu, no. Ker zmanjšuje zavest. Ja. V bistvu me Absolutno, stran. seksualnost je še bolj zapeljiva, zaradi tega, ker je tam stalen vir tega dopaminskega, ki se stalno prebuja, ne. Ja. Zdaj pri alkoholu pač nekaj časa, po so te krize, po je seveda groza, ne, in tudi obnemoreš, ne, pri teh seksualnih zasvojenostih je pa to nekaj, kar je nenehno se nadaljuje, poživlja naše hormonske mreže, tele dopaminske, nenehno prebujajo hormon sreče, ne. In si stalno tam. In si nenehno tam. In si lahko tudi funkcionalen, razen če prideš do take meje, da ne moreš niti več funkcionirati, ker te samo še to vodi, ne. Alkohol je pa seveda najbolj privlačna zadeva, najbližja, ne, to je, popiješ nekaj in si okej, ne. In mi smo sploh narod neki, alkohol je pri nas res nekaj tako znamenitega, dobrega, vedno je bil, ne. Še v cerkvi pojemo Jezus ti si vinska trta, ne. Ja. V himni imamo vino. Vse povsod je to Vsa nekaj. druženja so prežeta s tem. Ja, da si malo bo drugačne stanje, potem te ni več strah, potem si drzen, potem lahko tvegaš stvari, ki jih sicer ne bi, v strah s tem prežameš, ne. Seveda je pa to, ta peklenskost tega je, ne, da seveda postaneš potem tisto, kar te najprej omogoča rešitev, te pozneje popolnoma uničuje, ne. Vedno več za isti učinek, ne, in seveda je to potem postane res peklenska ta kača. Omenili ste seksualno odvisnost, ne, koliko tega vidite, ker jaz ne zaznavam tega toliko kot alkohola, seveda,
Alkohol je To viden. nekje od zadnji, ja. Alkohol je viden. To pa vse te mreže danes, vsa ta pornografija in vse to je pošastno postavljeno, kje smo mi z vsem tem. Ne? Ker je vse na spletu, vse tam, vse tu, vse skrito. Na voljo tudi. Ja, vse je na voljo. Ker hočemo iz tega telesa mi izvleči še zadnja vlakna uživanja. Ja, spet je telo tu. Še zadnja vlakna. Telo plača. Motne hranjenje, jedače, pijače, seveda se smo tu. Ja. Kaj pa, zdaj zelo lepo sva šla kronološko, da najprej smo imeli na prvih 1000 dni, potem ste malo govorili o najstniškem obdobju pa puberteti. Gre lahko še malo naprej, pa recimo tak človek, fiktiven, ki ga skozi nagovarjava, pade v odnose, ne? Ja. V moško-ženske, partnerske, romantične odnose, ne? In nekaj sva rekla, da išče itak tisto, kar mu je poznano, in včasih je to destruktivna energija, in jo išče, to je itak zelo težko, ampak sam ta smisel tega partnerskega odnosa, če lahko to malo poveste, kako vi to vidite, pa sama poroka, ki je pa neka predaja oziroma zaobljuba nekomu. Kaj to je sploh, zakaj to imamo, zakaj to sploh imamo. Super. Torej, tale odnos, po katerem mi se tako globoko hrepenimo, ki je neustavljivo hrepenenje, to ne moreš bez tega. V odnosu hočemo biti takem ali drugačnem. Ne? In zdaj je samo vprašanje, kako globoko se mi tvegamo iti v ta odnos. Ne? Danes veliko govorimo o tem, živimo kar skupaj, se ne poročimo brez veze, ta poroka. Neka pogodbo pa hočemo nekje imeti, razen če nas je tako grozovito strah. Ne. Če grem na banko pa rečem, da mi daj 5 evrov, rekli, lahko to podpišeš. Pa dobro, se mi dva poznava, niso sošolci. Da mi ti 5 evrov. Ja, ti lahko dam svoje denarnice. Odgovornost je tam. Ne obsojamo nikogar, ampak je tak strah tle zadaj. Ne. In zanimivo v terapijah velikrat ugotavljam, da ljudje, ki sploh niso bili poročeni, imajo veliko hujše težave, ko se ločujejo od onih drugih, ki so bili poročeni. Ker je zaupanje močnejše. Kaj boš temu človeku zaupal, da investira svoje življenje in starševstvo njemu, ki lahko odide kadarkoli? Ne smeš oditi. Kako lahko si drzneš nekaj takšnega? Jasno je, da poroke, te pogodbe in podpisi, ne vem, kjer kažko že ne garantirajo ničesar, ne. Ker je človek tisti, ki garantira karkoli. Sem jaz tisti, ki hočem biti s tabo, ne. In tega nas je strah. Mi imamo ena najbolj preprosto stvar, ki rečemo, vsaka ženska bo rekla, jaz ti lahko napišem navodilo za uporabo na hladilnik. To. In če boš ti vse to izpolnil, a veš, da te ne bom ljubila? Zakaj ne? Sem vse naredil, kar si rekla. In še več. Ampak tebe ni tu. Ti moraš po svoje to narediti, da bo meni lepo. Ti moraš svoje navodilo za uporabo narediti, da bo meni lepo. Ne? Taki smo. Dva človeka, ki danes ni več ta kompatibilnost najpomembnejša, ne? To je bilo svoj čas tudi na terapijah, ampak lahko sodelujemo z različnostjo. Tega se učimo. A lahko mene ti toliko zanimaš, vi v tem konkretnem primeru, toliko zanima, da bom jaz hotel z vami biti, da me bo to osrečevalo, ta drugačnost vaša. Tem je danes vsa terapija prišla do tega, tako da reč. To so pač te paradigme, ne, nove, ki prihajajo vedno znova, ne. Svoj čas je bila privlačnost, pa morate se biti kompatibilna, pa čim več stvari imeti skupaj. Ja, krasno, se to je zelo v redu, ne? Ampak lahko mi dva sodelujeva. Kaj ti vnašaš v ta odnos, da tebe osrečuje? Kaj vneseš v odnos, da tebi naredi drugačnega, zadovoljnega, srečnega? A ti postaješ najboljša varianta moškega s tem, ko vnašaš v moj svet svoje moškosti, ti svoje ženskost, ne? So take krasne teorije, ne?
Ampak dejansko, ko čustveno prideš v to, ko te ljudi začneš nagovarjati na ta način, se zgodijo čudeže res. To je moderno, ne? To danes, relacijsko. Ne? Tu pridemo naprej. Ne? In še ena stvar, ki je absolutno ne smemo nikoli preskočiti, je starševstvo. Kaj ste rekli relacijsko? Odnosnostno, ja. Relacija, odnos. Je starševstvo. Otrok bo v tebi prebudil natančno vse tisto, kar ti nisi dobil od svojih staršev. Nikoli me niso objeli, ta bi pa se samo objemal. Objami ga. Meni starši niso nikoli rekli, da me imajo radi. Jaz sem moral z njihovih dejanj to odkrivati. Ne, otrok bo hotel to. Jaz sam vidim, sem pač profesor na tej univerzi, ne, in jaz ne bom stopil v razred, če ne bom verjel, da so tam noter študenti, ki jih jaz lahko nekaj naučim. Ne. In če ne bom iz tega naredil, če jaz ne bom verjel v njih, jaz bom nesrečen. Če bom verjel v njih in bom ponosen na nje, ampak to je moja dolžnost narediti z njih vernike teh teorij, ki jih jaz učim. Ne. Potem naredim nekaj, kar mene osrečuje, nekaj, kar od svojih staršev prestrašenih nikoli ne moreš dobiti. Ne. Verjeli bomo mi tebe, se nas boš izdal, prevaral, sam sramote nam ne delati, se veš, moraš biti zmeraj malo na ozadju, nikoli se ne sili v spredje, se veš, ker nisi ta prav, ne, nisi iz mesta doma, nisi to, ono, tretje, četrta, ne. Nisi pravi familiji, ne pišeš se prav, ne. Ko dozorevaš v življenju, potem vidiš, ne, da v bistvu, če sebe zatiraš in si ne želiš dobro, kot boste vi rekel, ne, pol nikoli ne moreš tega narediti, ne. In zdaj to starševstvo, ne, ja, ta otrok, ko pride te mamice, pride očet in reče, že ob rojstvu sem začutila, da ne bova skupaj, ne. Katera tragedija, veš, da ta otrok te najbolj potrebuje. On drugi, ko se te objame, je mami moja, ne, te poljublja, objema, se posod je s tabo, se ti okrog vratu ubije, ne, to je fajn, krasen otrok, ne, ampak oni drugi, ki za nalašč nekaj dela, tako rečemo, za nalašč nekaj dela. Uničil nam je vikend, ne, kako ti lahko otrok uniči vikend? V njem je ta nevrobiološki svet, ne, ki se razvija šele, ne. Neurobiologija nam danes ogromno tega govori o tem hipotalamusu, po vseh teh možganskih strukturah, ki se razvija na osnovi odnosov, ne, ali se pa ne razvijajo, ne, pa hoče išče druge odnose. Ali pa so tako v bistvu že v sebi determinirane, da imamo z tega ven potem antisocialce, psihopate in ljudi, ki niso sposobni razmišljanja, pač ne zmorejo, ker njihove možganske strukture ne omogočajo zdravih percepcij, ne, če tako rečemo. Pa nazaj k temu starševstvu. Tle ima to ona dva zdaj idealno možnosti sebe narediti dobro mamo in dobrega očeta, točno na tistem, kar ti otroci v njih delajo. Otroci bodo naredili, to je šola za njih. In je pravi, rečemo, čustveni kriminal, da mi nimamo v bistvu za starševstvom nobenih šol. Kaj je kakšna univerza? Mi imamo tle naše najlepše, najbogatejše, najdragocenejša bitja, damo mi v vrtec. In te naše vzgojiteljice so najslabše plačane. Univerzitetni profesor je plačan, ne vem kako, in jaz ne bi šel tisto delo nikoli primerjati z mojim. Torej čustveno, ne, dobro, to je akademska stvar, ampak čustveno, tam si tisti, ki moraš biti pripravljen, da ta otrok tebe zmeče in jezo in bes in vse to, ne, in da ti sebe umiriš in mu pomagaš, da zrase. Tle smo mi res na novi dobi. In mislim, da imamo mi ogromno dobrih staršev, da tle sociološko mi torej napredujemo socialno ali pa ne napredujemo. Ne. Pubertetnik, ne, ali ta otrok že, ko se tam ob tla vrže, ne, jaz poslušam včasih tele mlade očete, ne, na kakšnih, ko malo popije, na kakšnem žuru, pa reče, in veš, kaj sem naredil, pod mrzo tuš, nikoli več ne tega naredil. Ne. Otrok, ki joka, zapreš ga v sobo 3 dni, 4. dan ne bo več jokal. Kaj počnemo? Naša najbolj krhka bitja, to jaz ne govorim, da moramo biti permisivni, govorim pa, da
Je treba tem otrokom dati eno osnovno strukturo in jih naučiti in zvleči ven iz njihovih nemogočih čutenj, ki jih oni sami ne morejo predelati. Kako lahko predelaš poraz? Kako se skregaš tam z sošolcem v vrtcu na peskovniku in pritečeš domov k mami, rečeš, udaril me je, jokaš neustavljivo, solze teče vse posod in mati reče si, že kaj ti tudi narobe naredi, se te točno poznamo, kakšen si ti, zmeraj sprovociraš. Ali pa bomo mi šli dol in bomo klicali to mati in klicali, kaj je ta mati, kakšnega sina ima, vzgaja našega, pretepa našega otroka. Boje je kje. A smo s tem otrokom pomagali? Ne, nismo začutili otroka v njegovem svetu. Naučiti otroka, da se lahko stresi življenja sooči in jih predela funkcionalno, je pa eno moderno starševstvo, ki od vseh nas in vseh učiteljev, vseh profesorjev, vseh, ki karkoli delamo v teh edukativnih sferah, nujno. A ga slišiš? A mu pomagaš? Vi tle te intervjuje delaš, ste izjemen pozoren poslušalec. Ne? No, hvala. Ja, če ne bi bil, jaz ne bi mogel govoriti. Ampak vi srkate to. Ne? Vidim, kako zmorete vi človeka zaslišati, utelesiti. Z njega ven izvabiti, če tisto, kar vi želite, da se sliši v eter. Ja, to je umetnost. Ne? To je umetnost. Starši imajo tole umetnost v sebi ugrajeno. Je pa včasih silno zablokirana. To in tam grozovito lahko tudi strombirano. Vse mogoče se tam dogaja. In ne bodo naredili tega. Ne? In bodo otroka seveda rekli, da je nemogoč bil, vedno je bil nemogoč, z njega ne bo nič, se je res grozno, da ga imamo. Ne? Včasih bi kakšne imel skušnjave, kakšni mami reči, poslušajte, dragi, zdaj je reja boljša od vas. Ne? Ali pa on je izrazen, vrž ga na ulico, ne, se on tam skulira, ne, da uporabimo slovenski izraz. Ali je potem ulica boljš starš kot ti? Se ne mogoče zdržati. Ampak ko zdržiš in ko si konsistenten, potem gre. Ne. Dober oče, kdo je dober oče? Ja, ki je čustveno na voljo, ki je konsistenten in ki je predvidljiv. Vedno lahko pridem k njemu. Moj oče me bo razumel. Tudi, če me ne bo takrat, bo prišel nazaj in bo slišal. Ne? In v tej dobi smo dejansko mi, teh starševstva. In to je nekaj, kar je tako globoko naše, vse mi imamo socialno to zelo urejeno, te porodniške, pa vse to imamo res idealno narejeno v Sloveniji. Mislim, da smo lahko model temu svetu, tistih prvih 1000 dni smo mi res otroci. Smo lahko tam, tudi očetovski dopust imamo, vse te zadeve mi imamo. Treba samo nekoga, ki nas bo še k temu pripeljal, da to res mi zaživimo to. Pa je pa puberteta, tam pa smo mi seveda velikokrat čisto delamo nemočnike, da nas ti otroci popolnoma presegajo, da ne zmoremo razumeti, da imajo nek čudne sisteme, ki sploh niso naši, ne, in da nas enostavno presegajo in da se mi s tem ne bomo ukvarjali in imamo drugo pomembno delo, on ima samo šolo in še tega ne počne. Ne. So sistemi neki, ki jaz pravim našim terapeutom, če hočeš da je delati, daj nauči starše v porodnišnici, kako se vedejo moški, kako oče postaneš, ne? Kako ženska ohrani žensko skozi mama, ne? Kako pubertetnike držati, mladostnike, ki so čudoviti ljudje, ampak rastejo ob tebi in s tabo. S tem teh očetov jaz ne bom nikoli pustil na mir. Rečem, pogledajte to, kar vi tle naredite, to je vaša punca, tega fanta si bo dobila, bi vi res rad, da si dobim ka fanta, ki bo ignoriral. Ne, to pa ne, tle imate šanso. Ali bo tam reševala, ali lahko reši pri vas, ne? Mati, kje ste, ne? Ali lahko vidva svoj odnos ohranita zase, ne? In poveste otrokom, glej, sva za vaju. To so taki principi, ne, ki se jih da čustveno zelo globoko vrednotiti in se jih da predelati in znajo skozi en proces, da ti ljudje doživijo, vse hitro doživijo potem tudi čustveno miselno, kje so in kaj bi radi naredili. Ne. A bi lahko jaz absurdno, ekstremno poenostavil ta obdobja?
pa kaj je potrebno. Prvih 1000 dni, če sem prav razumel, toplina, ljubezen, pripadnost, te osnovne stvari. Puberteta, neko regulacija ali pa postavljanje mej strani starša. Ne? Zdaj pa ta tretji del, ki se pa jaz, ne vem, zakaj mi je to tako blizu ali pa ful pomembno, ampak predvsem moške imam tukaj v mislih, fante, moške, ne grejo od doma. To imam vedno bolj v ospredju, to tematiko. Jaz sem zelo zgodaj šel od doma in sem toliko hvaležen, ne vem, ne bom mogel v besedah povedati, kaj vse mi je to prinesel. Ko imam pa stik z mladimi, pa vidim, da 27, 28, 29, do 30, 31 doma pri mami, ne? Deva to malo komentirati. Pa zelo slišim, ja. Mi smo res odhajali pri 14. Vi ste pri 14? Ja. Ja, jaz sem pri 18, to je res ekstremno, ta 14. Ampak, ja. Prideš domov in več svojih ljudi več ne poznaš, to je naprava. Spomnim, sem prišel domov z Amerike in sem z mamo skupaj sedela in se rekel, wow, to je ta ženska. Druga žalost. Koliko ste bili stari takrat? 30. 30? Ja, 33. Aha, niste poznal malo, ste imeli občutek, da niste malo. Ja, 100 let, 10 let, 15 let si v stran, ne. Ja. Kdo je ta človek, kdo je ta ženska? Porabiš nekaj časa, da prideš. Hvala za to vprašanje. Ne? Mi imamo ogromno teh terapevtskih seans ravno temu namenjeno. Ne morejo iti od doma. Velikrat ti ljudje čuvajo zakon, kar se zelo zanimivo sliši. Ne? Otroci. Sprašujemo, tle je bila ena anketa pred parimi leti med ljubljanskimi študenti, kdo hodi več domov, tisti, ki imajo konfliktnost, družinske odnose doma ali tisti, ki so urejeni. In je bilo 3:1. Tam, ki je konflikt, več hodijo domov. 3-krat več. Kar je totalno čudo. Zakaj bi hodil domov? Travma, konflikt, jeza, vse to se tam dogaja. Ne? Brezpogojna ljubezen tle pomeni, da otroku pomagaš, da gre od doma. Brezpogojna ljubezen pomeni, da otrok vedno tvoj. Ne pomeni, da lahko dela karkoli, da lahko permisivnost, si permisiven z njim in da pustiš, da dela karkoli brez razmejitev. Ne, brezpogojna ljubezen pomeni, da otroka vzgojiš, da je sposoben se soočati s stresi življenja in da odide od doma. Da ga naučiš odgovornosti. Da ga naučiš, da se srečuje z različnostjo v svetu, da najde sebe in to naredijo družine, to narediš doma. Imamo za te otroke danes, ko nam je lepše, absolutno premalo časa, da bi jim omogočili ta odhod. Ne pravim, da so starši krivi, ker mi staršev nikoli ne krivimo, rečemo pa ste pa edini, ki lahko tukaj kaj naredite. In te mame in očete povabo tja in rekla, a lahko vi vašemu sinu omogočite, da gre od doma? Vse lahko gre, vse sam še, ne. Zakaj ne mora iti? Dajte mi povedati, kaj njega drži, kaj vi razumete v njem. Velikokrat je ta strah, seveda oni se pozgovarjajo na ekonomiko, ekonomske situacije, on je to veliko boljše, ne, zakaj bi jaz kam šel, se imam doma, mama hotel, mama motel, ne, zakaj bi sploh kam šel. Ampak ti ljudje so tako zatrti v sebi. In tega imamo mi res preveč. Ta zatrtost, ne. Kot imajo Amerikanci drugo smer, ne, da tam, ko po koledžu ne greš več domov, razen če s tabo kaj narobe, ne. Oni grejo v koledž, oni tam zaživijo tisto svojo študentsko obdobje in se tam osamosvojijo in ko pride nazaj, ne gre več domov živeti. Razen če, ne vem, kaj se že zgodi, ne. Se mu kupi njegov apartment in gre in zaživi samostojno, ne, ker je pač taka družba. Pri nas stanovanjske stiske, ne vem, kaj vse se gremo in pač živimo kar doma in potem se od mame preseliš k dekletu oziroma od očeta k fantu, ne. Nisi nikoli samostojen. Stanovanje, ki je na podstrešju od njenih staršev. Podzidek, nadzidek, jaz to pred zakoncem veliko odkrat govorim in me gledaj, kaj ti zdaj tle ne. Pravim, tudi če si v prizidku, imej saj eno kuhno, to da lahko svojemu
možu, fantu, partnerju skuhaš čaj, da ni treba k tašči iti. Vse toliko intime si dovolj. Ne? In je res v tem dozorevanju je to, ne? Samostojnost, dozorevanje, neodvisnost, biti samostojen, najti sebe. In mi nimamo časa za te ljudi, ogromnokrat ni časa za te ljudi. In da se bi res usedel in pogovoril, zakaj on ne more oditi od doma, kaj še iščeš doma, kaj še varuješ in kaj še čuvaš. 30-letniki bodo to zmeraj povedali, da se ta razsula. Jaz jih vprašam, kaj bi bilo, če ti odideš? Ja, nič ne bi bilo. No, kaj se bo zgodilo s tema dvema, ki tukaj sedita? Ja, ločila se bo s to, ločila. Če si mamin partner tam, če si očetov, če ne vem, kaj delaš. Mi držimo te ljudi. Mi dobesedno držimo jih. Mačka na kmetih vodi okoli te muce, ne, rečemo, vozi jih okoliko mačka mlade, ne, in potem, ko ona ugotovi, da so nesposobne same, zgine. Mačke ni več. Lastovica brcne kakšnega manj iz gnezda, ne, reče, moš leteti, da gremo na jug. Ni več šans. Stvar preživetja je, ne? Ja, preživetja, ja. Tu pri nas je v to včasih malo zamik, velik zamik in je tega kar nekaj, ne. Ker se ljudje bojijo, oni so svobodni v tem svetu, zmorejo vse, ampak čustveno še niso tam, ne. Velikokrat jih internet bolj vzgaja, kakor starši. Velikokrat ni te vere vase, ki ga daje lahko. Tudi samo odnos mame, očeta, ne. Ogromnokrat so res te travme družinske, ki so po vojne nastale. Jaz pravim, da smo mi 5. generacija povojnih otrok, ne, in da tole doživljamo. Stati skupaj, eno geto si ustvarjamo, ki ga sploh ne rabimo, ga sploh ni treba, ne. A da se bo moral pa sam kuhati, prati, ne vem kaj, to je še minimum. Biti sam, ustvarjati, spostavljen biti. En sram pride tle pri teh ljudeh ven, ne. Kot da nismo vredni, kot da ne zmoremo sami. Neka zadrega se pojavi v teh ljudeh, ne. In seveda nikoli ne postane zares samostojni, ker si iniciativo uničuješ. In ti ljudje potem hodijo domov čuvati svoje starše in seveda oni klicarijo in sem in tja in nikoli se ne ločijo. In si ne dovoliš biti ljubljen. Ne dovoliš se biti ljubljen, ker ti starši te ne ljubijo, če ti ne pomagajo oditi od doma. Partner te ne more ljubiti, ker mu ne dovoliš, ker si še zmeraj pri mami, ker še tasti, tašče in se te zadeve, to je cel balast okrog tega, ne. Se to je zelo enostavno, pavšalno govorenje, ne, zelo slišva, ampak ta čustveni del, ki je tam odzadaj, pri vsakem je nekaj drugega. Je nekaj, vse pa gre na isti imenovalec. Nisi še ničesa dobil, kar bi moral, da lahko odideš od doma, ne. Kakšni bežijo od doma, kakšni se ne more posloviti od doma, drugi dom ustvarjajo drugje na istih parametrih in istih pravilih, kot so prej imeli, ne. To je biti človek, ne. Biti človek. In je to eno področje, ki bi bilo zelo fajn ga res nasloviti v naši družbi. Mi smo res en tak geto, potem postanemo, ne, in se grizemo med sabo, ne. In se ne znamo dati svobode, osnovnega spoštovanja nimamo zaradi tega, ne. Spoštuješ razmejitve, rečeš, okej, sem ponosen nate, ti zdaj živiš tam, jaz živim tu, se lahko srečava, si lahko samostojen, lahko iniciativen, lahko ustvarjaš svoje, ko slediš svojim vizijam, ali moraš skozi se tle prilagajati meni, ne. To je ena tema, ne, ki je vredno pogovorov še in še. Ja, sigurno se mi zdi, da je najbolj vredna stvar, da hodiš po svoji poti in da najdeš svojo pot. Ne vidim, kako je to možno doma. Ne moreš, ker nisi začel živeti. Doma je njihova pot. Ja. In brezpogojna ljubezen je, da najdejo v tebi tvojo pot in ti jo pomagajo iskati. In te pošljejo na to pot. A mislite, da je razlika med hčerkami pa sinovi v tem aspektu? Ker jaz imam samo to izkušnjo, pa sem to razumem, a ne? Ja, zelo odvisno, kaj so ti ljudje naredili. Vse hčerka odide, ne, se poroči, se ima partnerja, ampak ima pa zveze z domačimi vsak trenutek.
nikoli ne odide od doma. Ne. Ampak ta navezava sin, mama se mi zdi bolj taka kočljiva. Zelo kočljiv, ja. Tam so dve ženski, ne. Ja. Sin, mama je pa, to je pa, nikoli ne odideš. Tam res nisi nikoli ljubljen. Nikoli ljubljen. In to je ena tragedija teh ljudi, ne. In to se pa poroči z njimi, nekdo, ki se te intime zelo boji, ne, te bližine in prenaša to leta in leta, trpi zraven še in še, ne, ampak prenaša. Rečeš, tega ne zmoreš, ne, se nisi nikoli na prvem mestu. Midva sva zdaj to dalje, ne. Če nisva midva, če smo trije v tem odnosu, nimaš sicer afere, ne, je pa taka zanimiva. Trojka to, ne, kjer ne moreš oditi. Ne moreš oditi. Čuvaš mamo, Boga mamo, kaj se bo zgodilo? Se skregaš partnerjem za mamo, skregaš s vsakim za svojo mamo, ne. Se ona ne rabi tebe, ne. Ona ima svojega moža. Ja, doskrat je to kompleksno. Ona rabi izjemno kompleksno. sin kot ta zaradi drugih, ja, raznih razlogov. Ja, vsak, mama ne more se. Vsak primer je čisto svojski in poseben in drugačen, ja. To ne pomeni, da ne moreš biti prijazen z njimi, da ne moreš biti sogovornik z njimi, da ne moreš biti v dialogu z njimi, vedno si, ampak mati in otrok nikoli nista v istem dialogu. Je vedno mora biti ta distanca, profesionalna, če neš drugega, ne. Mora biti razmejitev. Mene ne zanima, kakšno je življenje, spolno življenje mojih staršev, to je tvoje, ne. Ja, kolegice se pa vse povejo, ne. Sestre se tudi povejo, ne. Pomeni ta distanca, te intime, ne, da nisi del tega. Nikoli nisem bil na neki terapiji partnerski, na srečo, pa na žalost. Veste, kaj me zanima? Ko pridejo moški pa ženske tja, a so kakšne razlike po pogostosti enih tendenc ali pa stvari, ki onemogočajo peljati odnos v bolj zdravo smer ali pa da se na terapiji razrešijo stvari? S čim pridejo moški najpogosteje? Nekaj smo na začetku že govorili, ampak tako, če me kdaj ko me doletijo stvari, ne, katere lastnosti je dobro imeti kot moški? Prvo, kar je treba tle jasno povedati, ne, danes je terapija postala, kar zelo sovražijo kakšni krogi, ne, teh medicincev. Mentalna higiena. Dobro, zdaj drugo je, če so tam te osebnostne motnje, pa vse te zadeve, ne, da bomo klinično hitro ugotovili, kaj je to sposobno naše študente, da vidijo, ne, da je treba psihiatra zaposliti in da je tam kakšna motnja, ne, ki je pač treba jo urediti še psihiatrično in se to, in kakšno diagnostiko dobiti, ne. Sicer pa ljudje prihajajo iz najrazličnejših aspektov življenja. Danes smo mi na takem svetu, kjer nujno rabiš čas zase in pogovor. In ti ljudje so se nesposobni pogovarjati, kdo se je pa sposoben pogovarjati, ne. A to je enako pri moških in ženskah? Zelo enako. Je pa res, da so ženske veliko bolj senzitivne in da redko moški pripelje ženske na terapijo, razen če so tam kakšne afere, kakšne zapleti z ženskami, reče, da ne morem s tabo več živeti, mi ne moramo nekaj se pogovoriti, pa je ona čisto sicer v drugem svetu. Sicer bodo pa ženske pripeljale moške zelo hitro. Ogromno krat pridejo ti ljudje, če začnemo čisto na začetku, zaradi starševstva, ne. Teh imamo mi ogromno, ker jih pač CSD naslovi, reče, ok, pejte se nekam pogovoriti, vidimo, da hočete najboljše svojemu otroku, ampak vaše najboljše je za tega otroka nekaj, kar njemu ne koristi, ne. Ja. Cvek v šoli, razvrat v šoli, ne vem, kakšne disciplinski problemi. Včasih imamo tudi tele otroke s posebnimi potrebami, ki ti starši ne zmorejo na neki način stopiti do njih in vidijo, da ti otroci še bolj nujno potrebujejo njih, kakor si sicer lahko sploh zamislijo, da so oni edini, ki so najboljši terapevti.
poučiti jih tega, pride do tega. Sicer pa prihajajo ti ljudje pozneje v najrazličnejših razdobjih, ne se mimo z otroci, če to starševstvo to hitro uredimo in pač kakšni ljudje ne vejo, kaj je treba narediti, kakšni ljudje se čustveno ne morejo še vklopiti, kakšni ljudje so tako globoko zaverovani v svoje delo, da otroci živijo mimo njih, pa začnejo oni potem izzivati z ocenami v šoli, pa z kakšnimi disciplinskimi zadevami, pa s travo, pa z internetom, pa z vsemi temi zadevami do šolo ugotovi, da ta otrok nekaj odraža globljega, kakor je samo neko vedensko, edukativno učno o tem tle razpravlja in pač ne dela domačih nalog, pa šprica v šole, da najbrž doma nekaj neurejenega. Ne. Zato pol pridejo. Ne. Pa bomo mi hitro ugotovili, ne, da po v bistvu med njima najbrž nekaj tudi škriple, da je tale otrok samo odsev tudi tega. Ne. Največkrat. Ne. Ne, da sta ona dva zdaj kriva, ampak sta pa edina, ki lahko stopita v življenje teh otrok in če bosta stopila, stopita in se stvar reši, pa se pa med njima začnejo zadeve. Ne. Osnovne komunikacijske zadeve. On ima to, ona ima to, on želi to, ona želi drugo. Kje smo mi? Kje smo? Se pravi, če prav razumem, obsojanje druge strani in to se ping-ponga in ne pride do stika. To so take najbolj lušne zadeve, ki se ljudje grejo, ne? Ja. Ki je vse v igra intime, igra tele prilagoditve, da smo zdaj postali družina, da kje si ti, kaj so moje odgovornosti, tvoje odgovornosti. To so take osnovne zadeve. Bolj globoke pridejo seveda te čustvene, nisi mi na voljo. Jaz bi te rada želela imeti ob sebi, jaz želim s tabo se pogovarjati, jaz bi želel, da si ti bolj ponosna name, da me vrednotiš, da me čutiš, da si ob tebi, da mi verjameš, ne, da me kdaj pohvališ. Take moške stvari, ne. Da razumeš, kje sem. Da pridejo do tega. To se mi zdi kar že visok nivo. Do tega jih moramo pripeljati. Do tega jih moramo pripeljati. Ne. Ženska bo hotela imeti to globoko sočutje, da me čutiš. Na zdravje. Da me čutiš, da me razumeš. Da se zanimaš zame. Na zdravje, na zdravje. Potem je res. Potem je res. Da me jemlješ resno. Da ti lahko vse povem, da ti lahko jamram, da se lahko jezim, sem lahko jezna nad, da me ti razumeš v moji jezi, da me razumeš v mojem razočaranju, da me razumeš, da sem jaz utrujena, da me razumeš, da sem jaz globoko tle investirana in tebe ni nikjer. Začne se tam pri dojenčkih, kjer bo dama cel dan z dojenčkom in on bo cel dan v službi in on pride seveda utrujen iz službe in ona mu najprej da otroka, ne. Reče, ti sploh ne veš, kako je v moji službi težko. In ona njemu, ti pojma nimaš, kako je biti cel dan z otrokom. Meni je to najlažje, bo on rekel, zdaj očetovski dopust in otrok se do moškega očeta čist drugače vede kot do ženske. Pardon. Ženska doživlja tega otroka, vse gre skozi njeno telo. Pri moškem on lahko še zraven na računalnike dela. Ne. In otrok se bo zraven igral. Pri mami tega ne bo dovolj otrok. Ja. Ne bo dovolj, da se lahko tam mami igra še z nje pa kolegico. Želi popolno pa kolegico klicati pa to, ne. Tam imam velikrat pol take traumatične poglede dol, ko izgledam iz klinike, ne, mati na telefonu, otrok pa tablico na vozičku, ne, rečem, pa dobro, ljudje, ne. To zdaj vzgaja, ne. Vse razumemo, vse so utrujeni, pa so v enem svetu stresov pa vsega tega, ampak kako se mi danes pomagamo torej s temi pripomočki na nezdrav način, ne. Torej tam prihajajo ti ljudje in potem seveda so različna razdobja v življenju, ko različne stvari potrebujejo. Kako jim to zdaj vrednoti, da si oni vse to povedo?
da poveš. Da tudi oče pove, kako je on zdaj naenkrat, mož, kako je on zdaj naenkrat se počutil odveč. Otrok je zasedel njo popolnoma. Kje je zdaj ona? A on zdaj lahko se naveže na otroka in postane oče, to ni enostavno, ne? Da jih tega pripeljemo, da mi ljudi ne učimo. Mi sprašujemo veliko stvari, kje si, kako čutiš otroka, na kakšen način, kako da ona lahko zaupa tega otroka sploh njemu. Te se otrok začne jokati in je pri očetu, ona takoj tja teče. A to pomeni, da diskreditira očetovstvo? Ali se nauči, da je otrok najboljše zdravilo za otroka mama? Da ona bo avtomatsko tja šla, ker ne more ne iti, ker je to narava. To so te osnovne starševske, zakonske, začetne, pa so pa seveda šola, pa vse to, pa pridejo te, ko so otroci malo odraščajo, stvari intime, ne. O spolnosti se ljudje ne pogovarjajo, to je neverjetno. Pa ne samo, kaj meni paše in kaj tebi paše, ampak čisto najbolj osnovne stvari, kaj njima to pomeni. Kaj meni pomeni, da lahko jaz eno večer sem samo ob tebi brez spolnosti, samo ob tebi in ni treba nič narediti. Kaj tebi pomeni, da si ti skozi nekaj utrujena tle in nikoli nisi več na volji, nikoli ne iniciraš ničesar, ne. So take zadeve, ki se začnejo tle globoko intima pogovarjati, ker v bistvu spolnost je vedno samo odraz neke globoke čustvene intime, ki je med njima, ne. A se lahko o tem začnemo pogovarjati? To so taki zelo močni pogovori. Seveda imamo mi tle polno teh še službenih, stresnih situacij, ko se nekdo čisto umakne, ne samo v službi, ki je nenehno prerekanje, prepiranje, pa zaradi staršev, pa zaradi vzgoje, pa zaradi denarja, pa okolje te, ne vem, kaj že vse ustvarja, pa selimo se, pa tvoji starši so, ne vem, zdaj v takem stanju, ki je treba skrbeti zanje, kdo bo, kako bo, kje bomo, pa otroci naredijo še kakšne stvari. To so vse ena razdobje življenja, kjer ti ljudje nujno potrebujejo, da se usedejo, umirijo, da je en terapevt tam, mediator, da skuša vsakega posebej slišati, vsakega posebej pripelje do tega, da izpove sebe, da govori o sebi. Res, da ta moški zna povedati, poglej, jaz sem zelo tudi razočaran in besen in jezen, na vse to tlačim in velikokrat rečem, naj bo po njeno samo, da bo mir, to bo njo najbolj razjezi, ne. Nočem miru, jaz hočem sodelovanje. Itak mora biti vse po tvoje. Ampak bi pa rada tvoje mnenje. Ok, kaj zdaj to pomeni? Odkje mi tole vlačimo vse te vzorce, ne? Ti vse pustim samo, da bo mir pri hiši, ne. Povej mi, kopalnico moramo urediti, katero barvo hočeš, ti prinesem 10 barv, 3 mi prinesi. In to so take simptomatične zadeve, ki grejo veliko globlje. Kje sva midva čustveno? Še jaz čutim ob tebi žensko, s katero se veselim, ko pridem domov, a reče, da moram iti pa še domov. In bom raje še tole malo naredil, ne. A se ti veseliš moža, ko pride domov in se vsa jezna, besna, že ko prihaja z avto, slišiš motor, te že dvigne tlak. Kaj počneva midva drugemu, ne? A se lahko midva tle zdaj zreguliramo in umiriva in rečemo, poglej, zakaj sem jaz tebi naenkrat postala vir nemira? Kaj ti jaz počnem? Kaj jaz delam? Katero zgodovino si jaz tle obnavljam in ponavljam? Ker ljudje, verjamem, da smo inteligentni in da se lahko vse zmenimo, saj ni problema v pogovoru. Zakaj se ne moramo zmeniti, ne? Zakaj ne moramo iti v dialog? To iščemo, ne? Ker imamo tega čustvenega balasta. Toliko se v meni prebudi vsega, jaz hočem uspeti v svojem poklicu, ker je to edino, kjer me uresničuje, to je edino, kar me, in ti me zaviraš.
Daj, kaj se bi jaz bil, če ne bi bil s tabo. Ne? Ja, in ti imaš zdaj, te otroci so tudi tvoji, ne? A nimaš nič rad svojih otrok. Poglej, kakšen oče, kako zaneč fotor si, daj, kakšen zgled in ti daš. Ja, ti si pa vse razvadla, ne vidiš, kakšni so, ne? Vsem bi vse zavijaš v vato, ne bodo nikoli odrasli. Ne? To je neka globinska, ko se ona dva zdaj pogovorita med sabo, kaj ona dva drugemu povzročata, otroci sploh niso več problem. Oni hoče sodelovanje, najno sodelovanje. Ne? Potem imamo pa ogromno zasvojenosti, ne? Od interneta, do alkohola, do spolnosti, do vseh mogočih zadev. Ne? Potem so afere, ne? Ki so katastrofa vsakemu temu zakonu, a zdaj vidva sta pripravljena tole predelati na novo, ustvariti sposobna. So kakšni ljudje, ki se ne morejo ločiti, živijo skrajno bedno življenje, bedni zakon in vsi otroci doma in ne morejo nikamor iti, ker morajo si čuvati to zadevo, ne, da se ne bo tam, da je eksplozija, že vsi sosedje vejo, kaj dogaja. Potem so razne smrti, pogrebi, odhodi, zguba službe, izgorelosti so danes postale zelo take zanimiva stvar. Izgorelost pri njemu ali pri njej, ja, to so vse taki simptomi, ki ti ljudje pripeljejo. Torej, ja, dela, kakor hočete. Ne? To ni zdaj samo neko psihiatrično delo, ne, kjer se pač ljudje v bolnici njih zdravimo. Tudi to je seveda vse te depresije, pa izgorelosti, pa vse to jasno, da bomo človeka zmeraj napotili tudi še drugam, da dobi to še farmakološko pomoč. Ne? Pa smo v terapevtsko, smo pa tle. Moramo pa mi to delati. Ne? Ja, zdaj ste v bistvu opisovali življenje, ne? Pa vse izzive. Je, ne? Zanima me, ok, fundament je verjetno neka komunikacija, ja. Ker če tega ni, nobenega tega izziva ni možno skupaj reševati, se mi zdi. Seveda ne. Pride sam do utojenosti. A si pripravljena, si čustveno še tle? Nisem, recimo, ne? Ja. Ok, to že komuniciramo nekaj, ne? Seveda, vprašam, kam si odšel, ne? Kam te je odneslo? Kaj je bilo tako bolečega, ne? Ker bi lahko se skomunicirali, zakaj mora zdaj tajnica več vedeti kot jaz. Ja, zaradi tega, ker ti me samo kritiziraš, ja, seveda mi te kritiziram, ker te nikoli ni, ne, ongoing, ne, to je špiral. Ok, a lahko vi meni zdaj poveste, kako vam je, ko vas žena nenehno kritizira. Ja, nič vrednega se počutim, rekla, kako nič vrednega. Ja, se počutim, da sem totalno neštejem, zanemarim, zadnja rupa, ničesar ne z mano, ne zaupa mi, ne. To je čez drug govor. Sej, verjetno je samo tako, kar slišim, no, pa spet poenostavljam vse, da se naučimo govoriti, mogoče to je z svoje perspektive govorim moške. To ni poenostaviti, to dejansko je govoriti o sebi, o svojih čutenjih. In potem poslušati, ne, drugega. In to je to v bistvu, ne? Ker je čist drugo, če ti reče, vse mora biti po tvoje, itak si me posod diskreditiraš, karkoli že, jaz se tebe pa ničesar ne briga, se če ne bi bilo mene, pa se itak bi vse propadlo, ne, je govor, ne. Ja, zdaj, če bo on povedal, poglej, prosti, ampak jaz sploh nisem ti zmogel še izraziti svojih čutenj, kje sem jaz. Verjetno nisem imel časa, je to moja odgovornost. In verjetno terapija pripelje do tega. Do tega, ker je v bistvu točno namenjen prostor temu, ne, in je lažje te padati, ne. Mi ne rešujemo, ne svetujemo, ne pripovedujemo, kaj morajo delati, ker vedo, kaj treba narediti. A se da, recimo, v partnerstvu, jaz to zdaj čisto vse sebično za sebe sprašujem, za terapije, to se mi zdi res ena taka stvar, če res ne gre drugače, ok, bom totalno iskren, evo. Mal mi je nelagodno bi mi bilo, da jaz svojo partnerko pridem nekam, kjer je mogoče drug moški ali pa druga ženska in meni pomaga reševati moje težave v mojem odnosu, ki jih imam. Kot moški se mi zdi to, mogoče če direktno rečem, nenaravno,
ker se počutim šibkejšega. In ne vem, koliko moških to pove na takih seansah, ampak če ste rekli, doskrat inicira ženska terapijo in potem on pač zraven pride, ker se vda. Ampak jaz čutim eno tako, šibkost v temu. Jaz nisem sposoben svojega odnosa ali voditi, ali biti v njemu na bolj zdrav način in rabim enega drugega moškega, da pomaga nama. Če pa na drugi strani ženska terapeutka, se mi zdi pa še bolj, zdaj imam dve ženski in mene tukaj na nek način popravlja. Ne? Okay, če se je zdaj terapeut tega vašega soseda, ki ste ga tako dobro predstavil. Ne, to sem jaz. Tem bom jaz rekel, poslušajte, jaz verjamem, da vam je tole skrajno ponižujoče. Ja. Pridete k enemu moškemu, ki pojma nima o vas. In da se moraš še enkrat razgaliti. Uh-huh. In je to sem prav, ten sram se prebudi v vas in ponižujoče, ne. Kaj je to, ne? A si date sam bližje mikrofon? Kar potegnete. Sram in ponižujoče, ne. Ok, hvala. To, ki je tle enega sramu kar naenkrat, ne. In jaz sem rekel, poslušajte, sej prvič mogoče v življenju pa imate eno možnost povedati nekaj globoko o sebi, da bo ta vaša gospa to slišala. Ste bil navajen biti sam za vse, sam rešiti. In če nisi rešil, nisi v redu. Kje imate vi to? To moraš se sam reševati. Se tle je neko bitje, ki razmišlja čisto drugače, ki vam lahko dela neskončno krivico in ste odgovorni še za to. Edini odgovoren za odnos. Edini odgovoren za vse, kar se dogaja okrog vas. Kje ste pa vi, da bi moral vse sam? Nisem mogoče mislil sam, ampak skupaj s svojo partnerko bova midva nekako... Se bosta, sam dajte vi povedati, zakaj morate vi biti toliko sam tle. Čisto sam, najbrž tudi ona. Na nikogar se ne moreš zanesti, takoj, ko moraš nekoga poklicati v odnos, si manj vreden. Manj moči imaš. Nimaš več tega, dajte. Kako je to grozno, kam to gre? To je tam tako globoko nekje za vse sami. Če ne narediš, si nesposoben. Celo nič vredno potem. Poglej, ne moramo ti zaupati, ne zmoreš. Svojih stvari ne znaš urejati. To je pa res sram, ki ni vaš, ki ni od tle. Ta vaša partnerka lahko razmišlja, ne vem kaj vse, se ne morate videti do nje, dokler vam ne pove. Povedi vprašaj, kaj vi čutite ob tem, ko on govori o tem, da mora vse sam rešiti. Vse sem ti povedala, da. Zakaj je tega človeka, ta vam je bil najbolj privlačen, samostojen, inicijativen, seveda, se lahko zaneseš na njega. Ampak to so pa zdaj odnosi, ki presegajo naju. Je odnos. In še skozi je ta enega moškega, ki je prišel meni pomagati. Ja. Se ga ni, gentleman, se ga ni, samo vi ste. Je pa fajn, da vas nekdo razume, da vi čutite, da čutite prav. Ker to so čutenje, ki so absolutno pravilne, se ni tle prav pa narobe. Vi se začutite ob tem, da ko pridem jaz tle noter, ne vem, koga vam jaz pol predstavljam. Koga, ki ga morate iti prositi, ne ti pomaga, ker sam ne moreš, to skrajno ponižujoče. Sem šla pogledati, kje je to se zgodilo. Ne bom prosil. Ja, bolj tako razmišljam, kaj bi se dalo narediti, da bi bil odnos bolj zdrav na način. To boste, samo dajte sebi najprej dati ta kredit. Ja. Prositi tam je bilo ponižujoče, prositi tu je pa odrasel moški, ki zmore reči, glej, a lahko sodelujemo. Nočem biti več sam. Nekoč nekje je bilo ponižujoče spraševati.
Pa vas sprašval, kdaj ste od doma šel, pa kdaj ste se vi naučil tega vse sam, da nikogar se ne moreš zanesti. Imate cel spektr tega in najbrž, da je tudi ta madan, ki je tle, ima popolnoma isto vse, ne. Ja, in preden pride do tega, ne, da je to edina opcija za rešiti odnos, ne, se sprašujem, kakšne stvari je vredno negovati že prej, pa da imata dva, da nikoli ne izgubita stika, kljub tem, ko ste 10 minut našteval življenje, to so res lahko težke stvari, ne, ampak kako konstantno z nekimi načini držati stik med dvema, da sta navajena govoriti, iskreno, brutalno iskreno, neposredno in poslušati istočasno, ne? Negovati sebe. Vi morate tle, ko mene poslušate, skozi negovati sebe. Kako to mislite? Ja, regulirati se, poslušati, biti tle, biti skoncentriran, videti, kaj govori, slišati, kako procesira zadeve, ne? Pa sva lahko v dialogu. Pa ste sogovorni kar naenkrat, ne? Vsaka ženska bo tole rekla, taga tipa, Jesus, ne, pa še nasmeje se mi na koncu, ne. Mene bi pa bilo vedno strah, koliko je pa tale sam, ko je odide. Da se je s njemu sploh kaj dal. A je ta ženska sploh njemu lahko kdaj kaj da, ne, se on bi rekel, jaz ne potrebujem nikogar. Jaz moram vse sam. On začela se zaletavati v vas. Da ti mene res ne potrebuješ. One hočejo, da so nekje pripadajo, da so potrebne. Ja, sem opazil, ja. In to je zelo lepo. Ja. Če se sploh kot puzla sestavi to z moškim, ki pa rad skrbi, a ne, za druge, oziroma tukaj vidi smisel v svojemu življenju. Seveda, sam če jaz rečem, kaj pa jaz vnašam v vas, ne boste rekel, ja, eno občutek manj vrednosti, ki te moram prositi, ne. Kaj bo pa zdaj ženska čutila, če boste prosili, bo rekla, ta me potrebuje, če ste pa vi samozavesten, samo self-sufficient. Ni. Ampak se že to, da greš v odnos, a ne bi bil to dokaz, da imaš mnenje? Za nas je, ja, za njih ni. Da imaš mnenje, da si želiš pa potrebuješ odnose, ne? Seveda, samo tam je, ženske bodo rekle, treba to preskočiti, kje sva bitva. Kje sem jaz v tebi? A ti mene potrebuješ? A ti meni poveš, da ti je hudo? Ker če ti meni svojih čustev ne poveš, to govori o ranljivost, ne vem, kaj jaz lahko delam, se na tebe ne morem navezati, ker ne vem, na kaj, na tvoj intelekt. Si čudovit, ampak ne morem navezati na te. Ja, ker se ne odpreš. Žalosten, boš jezen, se bom pa navezala. Se bom toliko cajta driblala, da boš se razkuril, rekla, krasno, ta jezen mi odgovarja. Ja, se to dostikrat slišimo, ne, da imajo ženske, potrebujejo, da se moški odpre, ne? Drugače one nimajo kje biti. Ja, a mislite, da obstaja kakšen meja ali pa limit tega, da lahko to se prekucne v to, da ne more več zaupati moškemu, če on konstantno je popolnoma odprt in v čustvih in nereguliran? A ne, pa je to tako... Takega nočijo, ne, pa je to otrok. Trdnosti ni, ne? To je pa to otrok, to je polno dilem, se ni prav pa narobe. Ampak je neka umestna verjetno varianta. To je tale proces, ongoing, zim zelen. Nikoli ni enoznačnih odgovorov. Jih ni. Je pa preveč zaprt, premalo zaprt, zdaj pa vse meni ščvekaša, ne moš to sam zase ohraniti. A je to tudi, se sliši? Vse gre ven iz tebe, samo tebe ni.
Ženska reče, preveč se odpiraš, preveč. Vse ščvekaš. To pa še nisem še videl, ali pa vsem pogosto, ne. Kar je čudovito na začetku, vse vemo o njem, pa reče, a lahko zase zadržiš. Ja. Da bom jaz imela prostor pri tebi. Ali jaz prostor pri tebi. Lahko kaj, da jaz lahko pridem do tebe. Moški velikrat rešujemo s polnostjo stvari, on je čustveno, ne. Kaj pa ločitev, glede na to, da imate tudi to ozadje, ne, teološko, a je kdaj smiselna? Torej, mi ljudi ne spravljamo skupaj, ne ločujemo, ogromnokrat je smiselno, zlasti, kadar je zloraba, nasilje. Sam ti ljudje se zelo slabo ločujejo. Ti ljudje imajo toliko neverjetno vezo to s tem. Se z drugega ta konglomerat rablja in žrtve se menja pri njih velikrat. Drugače pa seveda tle teh je. Ločite preveč, ljudje se nas ločuje za brezveze, ne, sej v Ameriki gre že to malo dol zdaj, ne, se bo Zahod ugotavlja, da se spravljaš v neko zvezo, ne, če nisi tam prepričan, da lahko nekaj delaš, ne, lahko nekaj stvariš. Smo prišli iz one dobe, ko naše prababice niso imele nobene šanse, ne, so morali tam živeti, ne, to bilo to, ne. Ja. Danes je čisto drugo, ne. Zdaj več možnosti v vseh aspektih. Seveda. In danes pa hočemo imeti čustvene partnerja, si z mano, me čutiš, me doživljaš, si del mene, te lahko zaupam, lahko vedno vem, da si tam in da boš zame, vsaj bo generalno, ne. A bom lahko se zanesel na te, bom lahko naračunal na tebe, bom lahko ob tebi, si bom želel iti s tabo na dopust, ali se izogibam tega, ne. Bomo otroke našponili, da imeli vsi popravce, da nam notri bo nikamor iti, ne. To so te dinamike krasne, ne. Drug svet je nek, čudovito, da je nov svet in jaz mislim, da smo se zelo, zelo socializirali mi. Smo v zelo drugem svetu. Je krasno, da imamo mi, ne da imamo ločitve, ampak da smo postali čustveno zahtevni ljudje. Se na tem živimo, se nismo več v nekem koncentracijskem taborišču, kjer si prisiljen živeti skupaj, ker sicer ne boš preživel, ne. Je drug svet, ja. Kako pa sploh vidite, zdaj nisva se toliko o teologiji pogovarjali, jaz sem želel malo s to zgodbo vas napeljati, ampak sva šla hitro nazaj v racionalno smer. Kako pa to lahko pomaga pri takih težkih situacijah, ki jih ima človek? Torej, jaz velikrat rečem ljudem, če molijo, ne molijo, ne vem kaj. Rečem, bom jaz molil za vas, bom jaz v stiku z vami. Tle je še nekaj, kar je presežnega, kar se lahko vedno znova obrneš. Tam ljudi to zelo zveže, da se oba lahko na nekaj, kar je močnejše od njiju, še na to naslonta, ne. Aha. Je izjemna moč to pri teh ljudeh, ne. Sploh, če se verjamejo kakšno zakramentalno življenje, to je izjemna moč za te ljudi. Reče, ok, nekdo še vstopa vame, ki je močnejši od naju. Lahko nekaj narediva, ne. Je po statistikah so verni ljudje bolj zvesti, ne. Zakonu, ne da se manj ločujejo, ne. Smiselno, ja. Ja, je smiselno, ker imajo še druge vrednote zraven, ne. Ni pa nujno, seveda. Je pa tudi odvisno, kako te vrednote gojiš, a ti je pripadnost pomembna, a ti je pomembno so vrednote, kot so zvestoba. Ali ko nekaj zašteka, si iščeš od zunaj zdaj svoje rešitve, ne. To je vse od tega. Vse na tem. Ja, res si tako predstavljam, če si z nekom 40 let ali pa 50 let, pa lahko gre tudi vse narobe, pa je težko, pa je mogoče tudi razmišljati o razhodu po nekaj letih, ne. Ampak to, da si lahko vse prečeš, bil sem zelo nepopoln, delal sem napake, ampak bil sem pa zvest, ne. Če ti to ostane, ne,
Ja. Koliko je to duševno pomembno, ker si neki, kar si obljubil, si držal, kljub temu, da si lahko naredil milijon drugih napak. Ampak to se mi pa zdi res, da držiš linijo. Ja, da držiš linijo, ja. To je moško, držiš linijo. Ja, ja. V teh časih, koliko je nekih možnosti, pa koliko je nekih skušnjav, če eno tako močno stvar si sposoben držati. Ne? Pa ljudje se navadimo drug na drugega. Želiš biti s tem človekom, če še to zraven je profan. Ampak kakšna afera kdaj je zelo vabljiva v trenutkih, ko vse zgubi barvo v tem odnosu. Ne? Sigurno. To je stalno, to je vedno ta kača tam zunaj. Ja. Bova postala več. Ja. Me še malo poslušala koga drugega. So pa grozovite travme, ker te afere so 3-mesečne in pol kaj, da moraš pa s tem živeti. Ja, tudi če se ne zve, ne. Je glih to, kar opisujem psihološko. Ja. Uničujoče, ne. Absolutno. Ja. Nikoli več ni isto, ker nimaš več tega, da si rečeš, bil sem zvest. Pa, ki se je razbila, je lahko še tako zlepiš, je tam, ja. Kaj pa je en prvi tak, prvi korak ali pa prva stvar, kaj lahko nekdo danes naredi, kaj je korak proti, ne vem, ljubezni ali nečemu, kar iščemo, bom tako rekel. Vsak išče. Kaj hočeš v sebi najdeti? Vse telesa so privlačne, vse mi smo si privlačni, vse smo si simpatični drug drugemu. Kaj jaz hočem res danes v življenju? Potem, ko se srečaš, ne? Kaj midva lahko, kje sva si midva? Kaj je najno zares najno? Kje lahko midva res sodelujemo? Ti ljudje so potem danes zelo veliko prej srečajo, gradijo, ustvarjajo, se ne poročijo, hoče videti, spadajo skupaj, lahko sodelujejo, lahko naredijo. Smo res v drugi dobi. Smo prišli, zelo smo tle mi napredovali, ni tle samo neke slabe, grde, tragične scene. Ne. Naučili smo se, da so odnosi nekaj resnega. Ne. Gledam tele mlade ljudi, ki se matrajo, joj. Res. In fanto, če dale več srečujemo, ko po 20 vprašaš, bil kdaj zaljubljen, pravi, ti ne vem, kaj bi to bilo. To je bolj zastrašujoče, ne? Aha, nimajo odnosov sploh. Ja. Aha. Internet. Nimajo čustvenih odnosov, ne imajo verjetno telesne. Ja, internet. Internet, ja. Ne vem, kaj ta vse povzroča, tale omrežje, bomo videli. Čez par let bomo dobili kakšne raziskave z tega, ne ve, kaj bi to bilo, se ne prepusti nikomor več. Kaž pa so tile mladi zakonci, danes se trudijo, ne. Seveda se vseh sorte, ampak smo zelo pozitivne. Zelo pozitivno občutje glede vsega tega. Ja, seveda to tragiko bomo mi zmeraj furali, nekaj to moramo imeti, ne. To je zraven za šport. Ampak ljudje so se zresnili, ne, kaj hočemo narediti. Nimate tega občutka? Ne, toliko. Ampak zato pa želim druge mehurčke probavati, pa da vidim, kaj vse obstaja, ampak nimam stika z vsem, kar se v družbi dogaja. Ja. Vi imate mogoče bolj, ker delate z ljudmi, ne? Jaz pa zelo ozko delam. Ljudje se zelo matrajo v teh zakonih, teh družinah. Res je pa toliko pomembno nekoga dobiti, ki malo svetli, malo poguma, da malo drznosti, malo pove, da so na pravi poti, da je v redu, da to počnejo. Da imaš smisel, da je. In da to, kar vi oznanjate tle, da ta odločenost za dobro je res bistveno. Se odločiš, meni bo v tem odnosu dobro. Ne bom samo od tebe odvisen, kaj ti počneš in vnašaš v ta odnos. Jaz hočem odnos, kjer mi bo dobro in je od mene odvisno. Ne?
In če ti tega ne zmoreš, pol deva se vse s tem zmeniti, kje sva. Ja. Ja. Ja, najkompleksnejša stvar v vesolju so odnosi med človeški. Nimamo nobene šole za to. No, neke šole poskušajo. Šole poskušajo. Vaša, recimo, ne. Ja. Ampak ja, se mi zdi, da to ni hec. To so terapevtske šole že, ampak da bi nekje v eni osnovni šoli začeli razlagati tole, ne. In bomo razlagali teorijo spolov, ne vem, kaj vse, ne, lahko delamo, ne, ja, fajn, ne, ampak če sva midva. Gimnazije. To meni se starši, ki hodijo tam, lepo reče, zakaj tega nismo se mi učili na faksu, se reka, ja, well, ne. Ni bilo pomembno, je bila tam pomembna statistika, matematika, ne. Geografija. Ja, hvala, da ste z mano želeli te tematike tudi takole, da lahko kdo posluša, ne. Radi poslušajo, prižgejo si te pogovore in poslušajo. In jaz sem tudi veliko odnesel od tega, Res, kar sem vmes poslušal, ne, in nimam dvoma, da ne bom edini, no. Hvala vam za vaš čas, pa za vse, kar počnete. Hvala vam za povabilo, ne, z veseljem. Bodite dobro. Ok, hvala.